nekaj sem bral, da tudi šahisti morajo biti pa dobro fizično pripravljeni. Ok, da grem pa jaz malo odlaufati, če bom bolj kaj boljši igral za to. Ne. Tek ti nekaj vzame, ampak ti še več da, tako da meni ni nič žal za to. Ne. Celo partijo dobro, da igraš in potem po 5 urah v tisti 50 potezi kralja premakneš za eno polje narobe in si izgubil. Ne. Jaz mislim, da sem neke svoje meje dosegel to, če bi prišel po 2:30, približno tako verjetno, če Kipčoge prije po 2 ure. Ne, vrhunski znanstven dosežek teh copatov, ne, se pravi, vse bistvo ni v tem karbonu, ampak bistvo je v tisti peni, karbon je samo zato, da je stabilizira peno, ne. Draga publika, drage dame in gospodje, a ste bili v Radencih? Če vas ni bilo, zamudili ste, dajmo reči, ker slovenski vrhunec te pomladi, kičasto, skoraj idealno vreme za Radence, bo vas Martinom to razložila, zakaj. Ja, in tudi zato, ko sem današnjega mojega cenjenega gosta srečal tam na radenskih ravninah, ne med tekom se razume, po teku pač, sem se tako hitro odločil, da ga pobaram, bil je za in danes je z mano. Martin Ocepek. Ja, hvala, Marko, za povabilo. Jaz se z veseljem odzval, sem še zmeraj v slogu Radencev, tako da ja, svet mi vtisneš. Zato sem rekel, te hočem dobiti pred kamero in mikrofon. Zdaj najprej, da razčistiva, jaz po gorensko pač vse Martine, pač krstim za Martine, ti si Martin? Pa, ja. Po želji, predstavljam se kot Martin, tudi ameriške variante so zelo razumljive. Martin in tako naprej, tako da vsega sem vesel, kdorkoli se spomne mojega imena. Super, Martin, ok, tole bova super naredila, se mi zdi, mene je, to so mimo grede, fajn, potem kljub temu, da sem tekel samo polovičko zapeklo, to prekmursko sonce, ti si se namazal s faktorjem 50? Mislim, da je bil faktor 20, preventivno, ker sem res pričakoval, da nas bo zapekel, ker nas je že zelo velikrat, ampak na srečo nas saj ni prvo uro zapekel nas je proti koncu, recimo zadnjo uro maratona, ampak recimo, da smo dosti moči prehranili do takrat, tako da nima toliko bistvenega vpliva. Nekaj še zmeraj, ampak bistveno lažje kot recimo 2 leti nazaj, ko sem bil nazadnje. Ja, bistvena razlika. Hvala Bogu za to meglo, nizko oblačnost, kakorkoli definicija, ampak pomagali. Ko smo mi se stopili iz vozila zjutraj v Radencih, pa smo bili dosti pozni, okrog 8, je bilo hladno. Ampak jaz sem ves čas pogledal na tisto vremensko napoved, pa sem rekel, saj se ne more tako zmotiti, da bi tole dolgo vztrajalo. In je res dolgo vztrajalo, po napovedi bi prej moralo biti sonce, no ne vem, kljub temu, kasneje je bilo vroče, ampak ti si bil velikokrat v Radencih. Kdaj je bilo pa zate najboljše vreme tam, no? Ja, leta 2014. Takrat imam še sliko s podelitve, prvič sem bil med 3 v državnem prvenstvu in vem, da sem bil v puloverju in v softshelu čez. Takrat je bilo idealno zame. Ni bilo predvčerajšnjem dosti daleč od tega. Ja, jaz tudi uvrščam te Radence med top 3 po vremenu. Tudi glede maratona, bova tako rekla, po 42 letih tam še kar vztrajajo. Ti imaš afiniteto do najstarejšega slovenskega maratona, vendarle. Ja, v bistvu res je. Tam sem začel svojo res ta pravo maratonsko kariero. Leta 2008, moj prvi maraton, tistih spodobnih 3:23 za začetek. Potem pa sem se skoraj vsako leto vrnil, tako da jih imam že ziher. Ne, 10 jih imam verjetno v Radencih otečenih, od vseh celka 30 skupnih. Velikokrat na glas trdim, da bi slovenski maratonec za to, da se sme klicati maratonec, pač moral enkrat v svoji tekaški karieri tako ali drugače odteči radenski pač maraton. Ja, cel maraton, vseh 42 km, katerakoli pentlja, že tisto leto na sporedu, pa jih poznam ogromno. Ravno v soboto sem srečal, mislim, da nekem 5 km tekača, lokalca pravzaprav iz Radgone, ki je dejal,
A veš, koliko maratonov sem jaz že pretekel? Ne? Mislim, da jih imamo več kot 30, pa pa je bil dobro pripravljen. Pa je rekel, ampak tukaj ga pa ne upam iti. Ne? Zakaj misliš, Martin, da je tale, te ravnice tamle prekmurske so tak strah in trepet tekačev, ki so dal že mrske skozi? Ja, mislim, tako kot smo že ugotovili, vreme je tisti dejavnik, močno sonce, ponavadi se gre asfalt, veliko nad temperaturo, ki je uradna, ne. Potem pa še lepo zapiha čez tiste ravnice in mogoče tudi malo manj, ni tako velik maraton in seveda sploh, če si zelo spredaj, si potem samo bojo s tem vetrom in neskončnimi ravnicami in koruznimi polji in oljno ogrčico in tako naprej. Zato je psihično težko, no. Mislim, čeprav jaz sem večinoma treniram sam, tako da so mi tudi takšne tekme pol lažje, kot pa nekomu verjetno, ki sem navajen v skupini teči, no. Ampak to zdaj predvidevam, pa malo poenostavljam zase. Ampak ja, predvsem pogoji so tisti verjetno, ki otežijo. Se spomnim, 2 leti nazaj smo res si zelo dehidrirali, ker pač enostavno ne moreš toliko piti, kolikor izgubljaš. Sploh pa Radenci so ponavadi na sporedu v sredini maja, se pravi, priprave na ta maraton se začnejo, ne vem, februarja, marca vsaj, ne. Se pravi, treniraš v hladni polovici leta, prideš na tekmo, je pa 25 plus, je pa. In to je ta nepripravljenost. Pol pa smo še taki, ki pa res ne maramo vročine, malo težji tekači mogoče, ker dajemo toliko več toplote, se toliko slabše hladimo. Tako skupek vsega tega, no, ampak v osnovi, ja, so težki pogoji zaradi vremena. Proga, jaz smo najrajši tisto, ki je bilo v 2 krogih, meni zmeraj užitek bil pol, ker smo šli v drugi krog, pa smo še dodatno navijali in tako naprej. To mi je bilo super. Najtežja je bila tista s konkretnim klancem tam na 38, 40 kilometrov, tisto je bilo tudi zelo zanimivo. Izziv res. No, mi je pa tudi v bistvu kar všeč, mislim, da je dosti hitra, pa tudi to je bilo tudi na račun vremena včeraj pokazano, ampak mislim, da je v redu, ja, taka zelo ravninska. No, jaz drugo polovico poznam v različnih drugih variacijah, to prvo polovico, vsaj ta del od Radgone, pa potem nazaj do meje, je bil malo drugačen, asfaltiran, v celoti raven, ko vas Rovaga, no, se mi zdi, da se je dal hitro teči, ampak Radenci so kultni, karkoli pogledaš, tudi zaradi svojih pogojev morda, ne, uživajo en poseben sloves, tudi zaradi tega jih jaz tako rad propagiram med slovenskimi tekači na vseh razdaljah, ne samo zaradi tradicije, pač tudi zaradi tega, no, ker si nekaj posebnega, ko to prekoračiš, no, pa prideš v cilj v Radencih, je malo drugače, na kakšnem drugem maratonu. Bo v Radencih še kakšno kasneje, zdajle te moram, Martin, predstaviti, ne, tisti, ki te še ne poznajo, pa te pozna že veliko tekačev in ljudi v Sloveniji. Poleg tega, da si iz Kandrž, ja, to je že, pa sem še pogledat, kje točno je to, ne, in malo v Zagorju, malo v Litiji, ne. Zdaj, kam se pol uvrščaš? A si Zasavc, a si, kaj si? Zadnjih 5 let sem že Domžalčan, no, ker sem preseljen. Razrešil je dilemo, si preselil v Domžale, je rekel, Ja, res je, ene par hiš spada v litijsko občino, ampak Kandraše so v osnovi tista zadnja občina, mislim, zadnja vas v občini Zagorje ob Savi, naprej so potem Moravče, tudi Domžale ne toliko daleč. Tako da smo, ja, še zadnji Zasavci. Še zadnji branik, ja, Zasavcev, tisti, ja, ki še niso toliko v dolini, ja. So še na vrh, imajo še razgled. Kaj je še, Martin? Ja, doktor kemije. Pa ne tiste, ne, ko ste zdaj rekli, ja, biokemije, ne, on je bolj na uporabnih področjih, dela v Heliosu, dela z barami, torej veste, kam sodi, tako da ne ga sprašati kakšnih drugih stvari kemijskih, ampak študiral je tudi v Ameriki, dela v Heliosu, mislim, da že 13 let, poleg tega, da je tudi prostovoljni gasilec v Kandršah, ja, saj njegova zadnji štempelj v knjižci pisal PGD Kandrše, tako. Pa šahist je, za božjo voljo, kje ima človek čas, se sprašujete, rating nikoli ne uganete, 2100 tam nekje se giblje, tako da spravite zdaj deske, on vas slepo simultanko užene v kozji rok, to sem enkrat hotel poskusiti, ja.
ampak se bo na koncu zmenila, kdaj, ja, pa koliko fore mi boš dal. Zakaj je pa danes tukaj? Ker je maratonc, ker je tekač, ne samo maratonc, tekač, maratonc. Človek, ki zmaguje na tekaških prireditvah, tudi manjka mu morda še tista pikica na i, to ga bom dražil danes celo epizodo, ja. Ali pa 2 pikici, no. Rad bi ga videl na prvi stopnički državnega prvenstva na maratonu, to, ja, pa s časom, ki bi bil 2, Vopič je 2, pa še neki, a ne? In to bo danes razdelala. Dobrodošel, doktor Odcepek, ste danes že tekli? Ne, nisem, pa včeraj tudi ne. Oh, damn! Kako je to mogoče? Mislim, nova šola, tekaška šola oziroma znanost govori, seveda, da vsak pravi maratonec mora en dan narediti obvezno raztek, ne? In potem odpreš travo in vsi nekje trimčkajo, pa skaklajo in tako naprej. Ti nisi pristaš te doktrine, kot vidim. Ne več, ja. Sem naredil v življenju dosti napak v svoji več kot 15-letni karieri. Sem sigurno 10 let delal izteke, takoj po tekmah, sploh tudi po teh dolgih. Ampak potem sem prišel do nekih spoznanj, tudi, ja, zdaj z veseljem se samo sprehodam, grem na kolo ali pa nič od tega. Na dolgi rok je to vsekakor boljše, tako, ja, za regeneracijo, ker je to res velik, sploh nek maraton je res velik stres na telo. In ja, treba tudi telesu dati svoj čas, da se regenerira. Točno tako, jaz sem pristaš tega, pa vmes sem poskušal, pa mi nikoli ni ustrezalo, no, v bistvu teči po maratonu, malo sem šel kdaj na silo, pa sem takoj obupal, pa neke znanosti, ki bi to prepričljivo, zapisala, da zdaj pa na te boleče mišice zdaj aplicirati še mal tistega, kar jih je povzročilo, da bo zaradi tega celjenje hitrejše. No, mene to ni prepričalo, pa nisem imel izkušenj. Ti najbrž tudi z izkušenj si ugotovil, kaj, da pač ni nič boljše, nič hitrejše. Ja, točno tako, mislim, bilo so variante, velikokrat se je zgodilo, sem šel prvi dan po tekmi, sem šel narediti neki iztek, pa sem bil pol drug pa tretji dan še slabši, ne, mislim. Tako da zdaj raj počakam tisti prvi dan, ko se človek še malo boljše počuti, ponavadi drugi dan je najslabši. Tako da počakam na drugi dan, pa bom pol mogoče tretji dan, pa že nekaj naredim. Ampak tudi če zmeraj smisla samo v bistvu pospešitve krvnega obtoka, ne pa bog ne daj kakega treninga. Vem, da je bilo v nekih starih ameriških priročnikih napisano, ne, da se po maratonu, Američani imajo pač milje, mi imamo kilometre, regeneriraš pač toliko časa, kolikor mil si pač odtekel, no to v tem primeru bi bilo to 26 dni. To zdi se kar malo dolgo, ampak po drugi strani pa neke posledice takega teka vendarle lahko trajajo kar nekaj tednov, čeprav jih ne čutiš. Kaj misliš kot ti, ki si pač človek znanosti, pa si gotovo tudi kaj več prebral na to temo? Mislim, ja, sem prebral preveč, pameten tudi ne bi bil, ker nisem toliko prebral, pa še zmeraj vsak malo poseben, sploh tudi v različnih fazah, ne, na začetku, ko začneš, pa ko si mlajši, mogoče ta regeneracija vseeno hitrejša, pa bolj neodvisno od tega, kaj počneš. Starejši, ki si, bolj je to pomemben. Tukaj seveda je velika vloga tudi nutricistike, tudi kaj daš vase po tekmi, po tistih dneh po tekmi, mislim, da je dosti pomemben. Ne vem, pač skozi leta sem pač vsak pridobi neke izkušnje in to je to po mojem, no, ne vem. Če bi si upal kako generalno izjavo dati, kaj je najboljše, ne. Všeč mi je pri znanstvenikih, ne, da kako veže človek znanstvenika, ne? Ko ne daje nekih a priori fiksnih trditev, ja, je vsak je zadržan, vsak reče, ne bi si drznil reči, medtem ko človek, ki je prebral eno knjigo, pa ti nekaj dopoveduje, ti bo to zatrdno trdil, da je to res, ne, in tako da več prebereš, manj veš, tako da veste, če boste kdaj ne študirajte preveč, ker boste samo zmedeni, tako, rajš poslušajte podcast za Gret za tek, pejte laufat, pa boste izvedeli tisto, kar rabite. Meni je všeč tvoja filozofija, rekel si, zato ker tečem, moram tudi vsale vidike, recimo prehranske, pa spalne in tako naprej,
imeti urejene. Se še držiš, recimo, tega načela? Mislim, trening me silo to v bistvu. No. In to je ena izmed prednosti, ki pride same po sebi, se mi zdi, vse pa meni je bilo tako. Enostavno, ja, če poješ kaj čudnega ali pa prepozno, pa tako to pol na treningu čutiš v želodcu dobesedno. Ali pa na tekmi, to upajmo, da ne. Bože, na treningu stvari sprobamo nove. Ampak ja, posledično, če imaš skozi v mislih tisti trening, kako boš takrat maksimalno se odrezal, pa pol seveda tudi na tekmi, ne moreš drugače, po mojem, da bi se držal nekih dokaj zdravih načel, ne. Nisem pa tudi jaz ne tak, da si bom zdaj imel v kuhinji vagal, pa vse zvagal, koliko sem kaj pojedel, pa to, čeprav gre ta vrhunski šport že res v to smer, tudi kolesarstvo in ostali. Ne, toliko se ne grem. Pač tista neka zdrava načela, ki se jih probam držati, to je pa to, no. Do zdaj je to uspevalo, oziroma včasih se nisem s tem toliko ukvarjal, pa je prišlo samo po sebi, te mogoče vsaj malo več deklaracij pogledam, kaj sploh je kakšna stvar. So pa na koncu, mislim, še zmeraj si nočem zakomplicirati življenje, še hodim v menzo v službi normalno, tako kot vsi ostali, ne da bi tam nekaj kompliciral, pa si nekaj sam kuhal, to mi je škoda. Tako da v nekih situacijah pač vzameš tisto, kar je na voljo in to je to, ne. Pa na poteh, pa tako naprej. Ja, nekaj se lahko prilagodiš, nekaj se pa prilagodiš situaciji, ne. Bravo, ja. 80-20, kako pravijo že, oziroma zdrava pamet. Ja. V orto se nekaj iti, imaš na koncu več stresa, pa se vsi pozitivni učinki izničeni. Saj jaz sem to videl pri mrzli vodi. Si kdaj prakticiral mogoče regeneracijo ali pa čistko namakanje v kakšni mrzli vodi, tuširanje, kaj takega? Nekaj probal to, pa mi je toliko nelagodno, tudi če bi mi pomagal, tega ne bi delal po moje. Meni ful bolj pomaga, jaz sem navajen v ful vroči vodi, mislim, v banji, tako naprej, to mi ful paše za zvečer in se s tem veliko bolj umirim. Ne vem, če se hitreje regeneriram, ampak to meni veliko bolj ustreza. Te ledene kopeli pa, ne. Ja, vem. Rad imam mrzlo vreme, pa ne pa mrzlo vodo. Sva že dva, kar se mrzlih kopeli tiče, ja, mene kortizol skozi ušesa šprical, toliko sem bil pod stresom, ko sem to probaval, pa sem rekel, lej, stari, ni vsak za vse. Imunski sistem lahko krepimo tudi na drug način. Kar mi je zanimivo, ko sem se dogajal za tale podcast, ja, rekel si, da si dejal, zdaj, ko te moram vprašati, ne, da si začel teči zaradi šaha. No, zdaj, to je taka trditev, da si rekel, tole moram zavrtati, ne. Človek, ki je študiral, doktoriral, ki se ukvarja z, rekel, najbolj žlahtno igro na svetu, ne, je teč začel zaradi šaha, to mi pa moraš povedati. Ja, ampak bom začel s tem, da sem resno začel trenirati šele pri kakih 23 letih, torej takrat se je večina mojega prostega časa usmerilo v tek. Zdaj, kaj sem jaz počel v osnovni, srednji šoli? Med drugim sem tudi igral zelo veliko šah, v bistvu sem ga treniral na nek način kar dosti resno. To pomeni 3-4 tedensko, 2-3 ure, plus še vsa tekmovanja, ki pa so bila tudi 1 do 2 na teden. Tako da, koliko zdaj laufam, ne vem, 5-6 na teden, sem takrat bil v šahu tokrat, ne. Saj zmeraj sem bil fizično aktiven, bolj tisto tek od drevesa do drevesa, pa ne vem, pospravljanje sena pa take stvari na vasi, ampak pa igrali smo tudi košarko, nogomet, seveda tako naprej, ampak ja, med drugim tudi tale orientacijska tekmovanja, bolj v okviru planinske zveze, ker je bolj ekipni duh pomemben, ne toliko sam čas, je bolj pohod, ne toliko tek, ampak smo bili tudi 3-krat državni prvaki takrat. Tako da ja, ampak šah je bil res tisti fokus srednje in osnovne že prej šole. Tako da enkrat pa sem si rekel, nekaj sem bral, da tudi šahisti morajo biti pa dobro fizično pripravljeni. Okej, zdaj grem pa jaz malo odlaufati, če bom pol kaj boljše igral za to, ne. Tiste 2 kilometra sem naredil, zmatran sem bil, ne spomnim se, kakšen je bil rezultat, ampak mislim, da ne bistveno boljši, kot ponavadi. Ampak ja, tako se je začelo, pol sem pa neke te 2-kilometrske, 3-kilometrske teke delal kar nekaj časa, še to srednjo šolo, preden sem malo bolj resno zagrizel tek.
Oziroma, ja, potem sem šel na prvo tekmo in so slede dogodkov naprej do danes. Ko vse ostalo je zgodovina, kaj te je potegnilo, recimo, pri samem teku? A si ugotovil, da ti to tudi spet dobro gre, ali je bila pač tista stvar, mogoče pa lahko natreniram, ali je bila pač čas zase, ko si lahko šahovske kombinacije študiral, ali pa mogoče probleme, ki si jih imel na faksu ali pa na šihtu. Kaj te je povleklo, recimo, da si šel iz dvojke, trojke na 10, 12? Ja, ne vem, to se je vse skupaj dogajalo pol v času, ko sem bil na fakulteti že. Bilo je toliko več tega, ne vem, sedečega ne dela, ampak pač študiranja, tudi doma. Po drugi strani me tudi ni toliko časovno obremenilo, ampak rabil sem nekaj bolj fizičnega, kljub temu, da sem šah še zmeraj, seveda jasno, da sem ga igral pa treniral, ampak rabil sem še neko protiutež temu delu z glavo, ne, nekaj fizičnega, da sem si zbistril misli pa tudi kaj razmislil. V bistvu me je takrat leta 2007, po mojem, da me je Milan Bedrač iz Športnega društva Izlake, to je že zelo ugleden gospod, ki se že dolgo časa ukvarja pa organizira teke, med drugim tudi ta naš tek po Zagorski dolini, povabil, da greva na en tek skupaj, in to je bilo 5 kilometrov v Žalcu, mislim, da tam smo par krogov odtekli in mi je šlo kar dobro, ne, tako da seveda potem smo se takoj prijavili na polmaraton v Ljubljani že čez en mesec. Saj bo šlo, ne. Pa nekako je šlo, ne, in pol, ja, naslednjo pomlad sem bil že na maratonu v Radencih, tako kot sem prej razlagal. Potem je šlo kar hitro, ja. Mislim, imaš neko žilico, a si ti pristaš koncepta nature, nurture ali kombinacije obojega, kaj pri sebi kot tekaču opažaš, trdo delo, malo tudi, bom rekel, genetike, ali pač naključje, ki ti je pripeljalo pač v ta tek, ker boš rekel, saj nisem tako dober. Ja, pa vem, jaz še... Pri meni osnova je, po mojem, tisto trdo delo je prvo, kar mora človek biti pripravljen, to je maraton, sigurno to odraža. Lahko si še tak talent, če ne boš treniral, nisi nič, ne bo šlo. Pri vrhunskih rezultatih mi mogoče manjka tega talenta, moja kilaža je pač prevelika, glede na mojo višino, to se težko kaj spremeni konstitucijsko. Ampak ja, se ne pritožujem, pač delam tisto, kar lahko v okviru mojih zmožnosti. Če si omenil kilažo, zdaj, to te omenjaš prvič, a ne? Pa vsak, ki te je videl živo, a ne, je šel okrog tebe tako 360 stopinj pa rekel, on govori o teh kilah, a ne, ampak ki jih pa skriva za božjo voljo, a ne. Mislim, koliko imaš, visok si kar precej, koliko si visok? Ja, 182, zdaj kilaže 75, 76, bila je tudi mogoče 74, pa sem pol, pa 73, pa je pa krvna slika se porušila, pa tako. Tako da sem na tistih 10% maščobe, ker verjetno je še tista neka zdrava količina. Kakih ekstremov si pa tudi nisem želel preizkušati preveč, pa preveč rad jem, tako da neke diete mi tako ne grejo. Ja, mislim, da je bil Pol Tergat, ki je bil pri 180 centimetrih imel 60 kil, ja, takrat, če je bil malo bolj debel, ja, ampak Kenijci so itak samo kosti oblečeni v kožo, tako da, ajde, mislim, zdaj, kaj pa lahko še narediš, če bi izgubil pa 5 kil, bi se pa sesul, ja. Jaz bi se sesul, kakšen drug ne, pač funkcionira normalno, jaz pa pač ne. Tukaj so moje omejitve, ampak, ja. Hočeš reči, da se potem ne bo šlo tu gorskih tekov pa tega, ne? Ne, to tudi pa traili, to, mislim, za razliko od množice, z veseljem povem, da to ni zame, no. Karkoli sem probal tega, saj za trening kdaj pa ja, okej, itak. Tekmovalno pa prvo nisem niti konkurenčen, drugo me pa ne veseli, kar je še bolj pomemben. Pa gor še nekako gre, dole pa res. Seveda te poškodbe, ki sem jih imel, so dodali svoje toliko bolj občutljivo koleno. Tako da, v bistvu, če ne bi bilo te revolucije s copati in temi res debelimi penami, jaz po mojem ne bi več tekel, ali pa mogoče bi tekel, ne bi pa tekmoval, ker ne bi prenesel te količine treninga. Tako da, to me je v bistvu rešilo pa podaljšalo mojo kariero. Mislim, revitalizirali kariero in ga poslali v novi trajektoriji še više, kot je bil prej. Spoštovani, spoštovane, vidite, ne? Ni včasih škoda dati
250 € za par copatov. V čem pa tečeš ta trenutek, Martin? Ja, v bistvu na tekmah je Nike Alpha Fly 2 trenutno, enko sem že uporabil, pa v bistvu zdržala za trening je kar velik, ne, teh 600 kilometrov. Ja, tako da, ja, na kilometer še ni toliko drago, no, ampak je res, v bistvu tudi neke Adidasove, te nove copate sem probal, pa še kakšne druge, pa so v bistvu vsi pretrdi za moje čutljive noge trenutno, no. Tako da sem našel tisti, poleg tega Alpha Fly, tudi Vaporfly uporabljam za neke krajše, mislim, počasnejše izteke, pa tudi Asics Nimbus zelo prav pride. Nujno mora tele, preden ste ostalo, a ne, pa ker so še vroče, pa ker si začel v poškodbah, ne. Tek je taka zdrava rekreacija, ampak čisto vsak tekač, s katerim govorim, ne, ima zgodovino poškodb, ne, in potem to poslušajo netekači, pa rečejo, a ne, ti boš nam govoril, da je tek zdrava stvar, ampak če nekaj počneš, si tudi včasih kaj narediš, kje si ti pridelal, pa zakaj si pridelal, bom rekel, od kolena navzgor pa navzdol svoje tekaške težave? Tek ti nekaj vzame, ampak ti še več da, tako da meni nič žal za to, ne. Pridelal sem jih pa z trmo, ki je sicer dobrodošla pri maratonu, ampak včasih bi bilo treba prej odnehati, no. Pač preobremenitev, to je bil glavni razlog, pa tudi, ne vem, 10 let nazaj, ko sem jaz tekel, pa tudi 15 še bolj, mislim, te fizioterapije, to sploh nisem vedel, da obstaja, masaže, sem vedel, da obstaja, pa nisem nikoli šel, oziroma ni bilo niti toliko dostopno, niti se sam nisem spoznal. V teku si velikokrat sam, ne, in se moraš sam izobraževati in to pač traja nekaj časa, nekaj napak moraš narediti, pa prideš do določenih spoznanj. Poleg tega seveda tehnologija se je razvila, tako da razne terapije so zdaj res bolj dostopne, pa ljudje dosti bolj vejo, kaj je treba narediti. Ampak ja, preobremenitev, potem je šel najprej meniskus, pač bolečina v vsakem teku, tako da po pregledih in 3 mnenjah sem se odločil za to, sicer blago artroskopijo, ne, niti ni prava operacija, ampak zahteva pa kakšen mesec, 2 rehabilitacije. Ampak to sem bil dosti hitro nazaj, to je bilo leta 2018, se mi zdi. No, potem sem še zmeraj premalo delal na preventivi, ne, to je pa ta tretja faza rehabilitacije, ki se zdaj tudi zelo razvija, se pravi, kinezijo vaje, ne, kineziološke vaje, ker tudi zdaj imamo zelo dobro sodelovanje tudi s kineziologi, ki so skupaj tudi Luko Janežiča spravili in tako naprej, dobra ekipa, res tulele v Homsu pri Domžalah. Tako da moram reči, da mi kolen zdaj veliko bolj drži, ne, smo ojačali vse te mišice okrog. Pa niti ni treba toliko veliko, ne, mogoče že 1 ura na teden čisto dovolj, če ta prave stvari delaš, samo moraš vedeti, kaj delati. Pa moraš to delati, ja. Ja, tako da to je bilo po tisti drugi, v bistvu večji poškodbi, ki je bilo glih tekom korone, pa sem zato malo manj tekem spustil. Ampak ja, 1 leto rehabilitacije, ker konkretne, preden sem začel nekaj nazaj lahko teči, veliko sem kompenziral na kolesu, ker je vodilo drugo poškodbo, seveda sem se hotel preizkusiti na maratonu Franja, po 300 metrih sem bil na tleh, z zlomom vsega možnega v ramenskem obroču, lopatica, ključnica, 4 rebra, ja, pa še par kosti zraven, no, tako da sem zdaj še v bistvu, ni v kompletu zaceljen, ampak imam kar nekaj žic noter, ampak držijo, no. Tako da tudi na dolgi rok so rekli, da ne bi držali. Na srečo ne rabimo rok pri teku, pa šah pa še tudi lahko igram. Še šah bi lahko igral z zobmi, ja. Tečeš lahko tudi samo po eni nogi skoraj, da zdaj si me prepričal, da nikoli ne grem na maraton Franja, ne bi si želel, ampak jaz sem recimo še pri teku sem se zvrnil, kaj šele poravnam, kaj še na kolesu. Bi zase rekel, Martin, da si človek, ki je toliko dosleden, če se nečesa loti, bo to speljal, a ne, bo to speljal na najboljši možni način, ali pač zbiraš bitke, ki pridejo mimo tebe, pač se ti lotiš. Malo je odvisno, težko bi spet posplošil nekaj. Sem pa bolj človek, ki se drži nekih
dokaj ustaljenih tirnic, pa tudi proba tisti izboljšati, ki pa da bi se vsak dan loteval nekaj novega, ne. Pač samo maratonu, ne bom šel v gorske tega, bom vztrajal pri maratonu, če se bo daljši čas kaj izboljšati ali pa vsaj vzdrževati, res sem vesel, da sploh lahko vzdržujem po teh poškodbah, pa tudi pri tej starosti že, ne. Da sem vsaj na istem nivoju, če pa še kak naprej naredim toliko boljše. Podobno tudi pri ostalih stvareh, no, tako ne iščem nekih zelo novih izzivov, rajši ostajam v svojih okvirih, ne. Glede na to, kaj vse počneš, ne vem, kdaj bi pa lahko še počel nove stvari, recimo, se učil kleklanja ali pa tujih jezikov ali pa ne vem kaj, Bog pomagi. Če si gasilec, praviš, da si najbrž že dlje kot tekač, že koliko, 30 let skoraj. Ja, skoraj 30 let, jaz se bi mogel pogledati te značke, ki sem jih pred kratkim nekaj dobil. Ne, v bistvu sem rastel gor, sem bil doma zraven gasilskega doma in bilo to čisto samoumevno. V bistvu že preden sem bil uradno zaveden, sem hodil okrog. Tako da sem pa tudi, ja. Ja, aktiven si. Si še aktiven gasilec, če poprimeš? Ja, sem v bistvu tista neka bolj zlata rezerva, no, vse se še zmeraj udeležujem, sploh nekih sej upravnega odbora pa tako naprej, če lahko kaj na daljavo pomagam, je to toliko lažje. Sem pa tudi operativec, no, med drugim sem bil tudi v tem požaru na Krasu. Pa kdaj, kadar je potrebno več te sile, takrat se pridružim, pa na kaki vaji še, drugače pa res časovno je težko, no, pa tudi zdaj ima razdalja problem. Ampak se trudim biti povezan, saj ni samo gasilstvo, je pač povezava vaške skupnosti pri nekih Kandrašah, ki imamo pač gasilski dom, pa cerkev, pa gostilno in to je to, ne. Ja, mislim, bi bližje doma gasilnemu domu kot cerkvi in gostilni in pač izbral to opcijo. Ja, ne, gostilna v gasilskem domu, ne, logično. Okej, ja, bova to razdelala kasneje še, ja, kaj si izbral najprej. Se pravi, da bi šel, to se gorski tekač ne boš pa daj šel v popolni gasilski opremi teč na Kristalno palačo, kar je bilo mimogrede tudi v soboto. Ja, poznam, ampak ne preizkušeno še. No, a veš, to pa je lahko, ja. Ko boš nehal maratone laufati, pa probaš lahko še to. Jaz sem poskusil brez gasilske opreme, pa ti lahko rečem, da sem delček pljuč pustil tam dobesedno. Sem jih izpluval, je to zajebano. Šah, evo. Šah me pa zanima zaradi tega, ker sem se jaz tudi v mladosti malo ukvarjal z njim, sem se bil dosti za nič, pa se nisem nikoli hotel učiti pač teorije, rad sem se igral, oče me je naučil, potem se je igral še malo, ampak če hočeš tule napredovati, moraš tudi vaditi, trenirati, nekaj počenjati. Malo moraš imeti seveda talenta, boš rekel, ali kako, kje so tebe zvohali s šahom, pa zakaj te šah tako zagrabil. Se ti nikoli ni, mogoče se nisi začel dolgočasiti pri njem, ker si potem dejansko že, ne vem, pri daljših partijah prvo uro točno vedel, kaj se bo dogajalo že naprej. V bistvu ne, šah je zelo dinamičen, če ti pač všeč, pol je to, je lahko, ne vem, saj so različni tipi šahovskih partij, ne, poznaš. Hitropotezni je zelo aktiven, mislim, se pravi, v 5 minutah na primer moraš odigrati celo partijo, ne. In to je veliko za mene, premalo, ne, imam rajši kakšne malo daljše te časovne. Ampak, ja, kako se je začelo, kaj pa vem. Mislim, da v 4. razredu sem se vpisal v šahovski krožek, ker je bil pač zelo dober mentor na šoli, pa tudi par sošolcev, tako da potem smo kar dobro vsi skupaj napredovali, smo bili tudi ekipno državni podprvaki, mislim, da potem v 7. ali 8. razredu, tako da smo bili res neka dobra generacija. Pa tudi sicer sem bil v generaciji, ki je potem dala naprej tudi 2 velemojstra, v bistvu tudi najboljši slovenski šahist je moj letnik, ne, tako da sem se večkrat srečeval z njim, še takrat v mladinskih konkurencah. Tako da je bilo nekaj, ja, veliko smo preigrali skupaj, no, z vsemi. Tako da potem pa, ja, iz leta v leto, iz šolskega krožka v klub in potem s parimi trenerji iz kluba, da sem prišel v bistvu do ta nivo, ki ga nekako še danes držim, teh 2100 ratinških točk in pa naziv mojstrskega kandidata. Ampak nekako malo sovpada, kar sem že prej omenil, s tem intenzivnejšim ukvarjanjem s tekom,
v bistvu sem takrat prišel v šahu do neke točke, ki bi mogel res zelo veliko začeti memorirati, to pa mi ne leži preveč. Ne. Enostavno, če hočeš biti konkurenčen na višjem nivoju, moraš prvih 10 do 20 potez stresti iz glave, da prihraniš čas za pol na kasnejše faze posameznih iger. In na tem intenzivno dela, to govorimo vsaj o to kurah treninga, ko v teku, pa bi rekel, da še raj kaj več na tedenskem ali pa na kakšnem nivoju. V glavnem preveč, sploh v povezavi s tem vsem umskim delom, ki ga imam v službi. Ne. Zdaj, če fizično delaš, potem je šah dobra protiutež, če delaš pa umsko, potem pa rabiš nekaj fizičnega. Do tega sem jaz prišel. Pa lahko vzdržuješ šahovsko kondicijo na rekovajih, brez tega, da bi igraš vendarle še aktivno tudi, ne toliko pogosto kot prej, ampak a zgubljaš mogoče občutek, ali pač neka baza je, ki jo osvojiš in to ti ni problem pač vzdrževati? Glih toliko še igram, se pravi, 3-4 turnire na leto, predvsem ekipne zaradi kluba. Pa takole skoraj vsakodnevno prek interneta, ampak to je res bilo za sprostitev na 3 minute, ne. To je samo za premikanje, pa to, da imaš neko rutino. Ampak ja, je bistveno bolj hvaležen šport, no, saj jaz ga imam kot šport, kot pa tek. Ne zgubljaš te kondicije, ne. Tudi skozi leta, če bi se zdaj zelo enkrat reaktiviral, bi po mojem lahko tudi še kar malo napredoval nazaj. Ampak teh 2100 zdaj vzdržujem že zadnjih 10 let, bi rekel. Sem nekje na tem nivoju, no. Pa da ta rating vzdržuješ, moraš pač odigrati neko število partij na nekem nivoju ali kako, kakšni so tle pogoji, da pač ne padaš z ratingom. Malo se spreminja, ampak načeloma, če nič ne igraš, ti rating ostaja, ne. Aha. Ampak takoj, ko igraš, pa zgubiš, bo ti takoj padel, ne, mislim, malo je tako, ne, kaj si želiš, ne. Če si ga želiš ohraniti, potem ne smeš več igrati turnirskih partij. Se pravim, zelo rad igram za klub, se pravi, da se 6 članov enega kluba pomeri s 6 člani drugega kluba, to je ta uradna. Tako smo v drugi ligi, slovenski ligi, bili smo tudi eno leto v prvi, tisto je bilo vseeno malo premočno za nas. Ta druga se pa kar dobro počutimo že vrsto let. Jaz se spomnim, sem mulc, pa smo tam malo igrali, pa da mi je razlagal predsednik kluba, ki je bil že malo v odhajanju iz tega športa, nivoje, pa je bil tam MK, pa M, pa VM, pa tako naprej, pa se kot mojstrski kandidat, ko si enkrat, je potem še enkrat toliko, da si mojster, pa meni ni bilo jasno, ko je to možno, če si mojstrski kandidat, to vem, da boš enkrat mojster, daj mi 2 leti, pa bom postal, ampak ni čistko, to ti sam najbrž lahko poveš. Ne, seveda ne. Mojstrov je zelo, zelo malo, v bistvu je to se kar ta naziv počasi v ukinjanju, ker nad temi nazivi so pa potem mednarodni nazivi, to je najprej FIDE mojster, mednarodni mojster in pa na koncu vsem znani velemojster. Več načinov, kako pride do tega, mislim več, 2 bazična, se pravi rating, recimo za FIDE mojstra mora biti 2300, za ženske mislim, da je 2200, za velemojstra 2500, ampak ja, ne gre linearno, ne, to je tako, če hočeš v maratonu pri 2 urah, pa v mojih 33 minutah zboljšati za minuto je malo težje, kot pa iz 3 ure na 2,59 ali pa iz 5 ur na 4,59. Spravim, tako eksponentno, bolj zahtevno, to so te nazivi. Pa ti ni bilo pol kdaj, žal, saj ta mojstrski bi pa lahko, ampak če praviš, da ga jih bojo zdaj ukinili, je pa itak vseeno, boš rekel, nisem se matral, ampak ti je pa, malo te pa je šmelcal, ta mojstrski bi pa, koliko je mojstrov v Sloveniji, se niti ne vem. Pravim, večinoma gre direkt po FIDE mojstra, se pravi, da se je 2300 točk in teh je, manj z glave govorim, ampak jih je vsaj nekih 30 do 40. Potem kar nekaj mednarodnih mojstrov, velemojstrov, mislim, da je okrog 10 plus minus kakšen. To je že kar visok nivo, no. Je pa pri šahu tako, no, vseeno se mi zdi, da jaz sem še odraščal v dobi neračunalnikov, ali pa vsaj niso bili toliko sposobni računalniki, da je bilo takrat dosti bolj zanimivo, kot pa zdaj, ko se vse preanalizira z računalnikom. Zdaj je jasno, da je računalnik najboljši od vseh,
In ja, sploh v primerjavi z nekimi drugimi časi hladne vojne in tako naprej, ki je bilo to res popularno, ne? In vseh drugih vidikov, ki je v bistvu se politika odražala in vse to, ta serija The Queen's Gambit to dobro pokaže, če ste mogoče gledali. To so neki drugi časi in šah je dejansko zgubil precej na račun teh računalnikov. Je pa res, da se po statistiki zdaj odigra daleč največ partij, ne? V vsej zgodovini. Po zaslugi računalnikov in online igranja. Ja, jaz vsako jutro na WC odigram tisto 3-minutno. Ja, to je to. En dan, Ja. ja, en dan zgubim, en dan dobim, ampak to tako je na WC-ju. Zjutraj, na kateri platformi ti recimo igraš, na chess.com ali kje drugje? Ja, seveda, ta je največja in najlažja. Ja. In edina, na kateri igram, nisem to zelo aktiven. Ampak ja, tudi rating tam približno kar odraža to moč feed ratinga, bi rekel. No. Je pa, mislim, ja, če igraš na WC-ju, se malo drugače loteš, kakor pa če si na pravi resni partiji v turnirski dvorani. Na kaj si najbolj ponosen v šahu? Kjer tvoj dosežek v šahu je pa tisti, ne, katerega najrajši omeniš, pa ti res največ pomeni? Nimam enega, no. Se pravi, ta že omenjena srebrna medalja na državnem prvenstvu, še v osnovni šoli, ta je bila res lep dosežek. Ker sem bil individualno, sem bil najboljši 5, mislim, da do 16 let. Ja, so pa te neki bilo teh turnirskih zmag, velemojstrski skalpi, to je zmer fajn, ne. Šah vseeno so ta presenečenja vseeno malo lažja kot v teku, ne, če ima nekdo toliko boljši rating, pa to ga vseeno imaš dosti možnosti, da ga ujameš na levi nogi, sploh v teh hitrejših partijah. Tako da, ampak tudi zato je treba biti na določenem nivoju, pa to tudi izkoristiti. Najljubša otvoritev, ne vem, zavrnjeni Damin Gambit ali kakšna, ne vem, kaj si rekel zadnjič, ne francoska obramba, Ja, v bistvu z belimi vsekakor sem D4 človek, se pravi neki bolj taktičen na dolgi rok, medtem ko E4 odraža bolj ta blitzkrieg ponavadi, ne. Ampak ja, D4 tista taktična. Po črni pa je v bistvu moja primarna otvoritev je francoska otvoritev, ja. No, ene statistike nekje sem videl, da si večkrat zmagal s črnimi kot z belimi, no, da s črnimi tudi zmaguješ. Imaš pol rajši otvoritve s črnimi? Ja, v bistvu po vsej logiki ima beli ima prednost, ne. Zdaj ne vem, moja statistika je res taka, da imaš s črnimi precej dobre rezultate. Mogoče včasih lažje s črnimi, ker čakaš na nasprotnika, da naredi napako. Kot beli moraš pa malo bolj aktivno igrati, pa se truditi ustvariti neko prednost, zapraviš preveč časa, ni te prednosti in potem narediš napako. Ampak ja, po statistiki vseh igralcev ima beli prednost. Kje si napisal, kje ste igrali en turnir, ko si imel zmago že na vidiku, potem si pa naredil šolsko napako? Ja, to je bilo letos še živo, ja. Pokalno tekmovanje Slovenije, v bistvu je dosti odločila tista partija, igral sem 5 ur, ja, in potem naredil vse prav, razen tiste zadnje zaključne in to z nekim FIDE mojstrom, ja, ki je v bistvu mlajši od mene, ampak je zelo perspektiven. Ampak sem ga imel, ne. Celo partijo dobro odigraš in potem po 5 urah v tisti 50. potezi kralja premakneš za eno polje narobe in si izgubil, ne. Dejansko so razlike v tem zelo vrhunskem šahu zelo majhne, ne. Mislim, to, če ima en kmeta prednosti, to sploh se ne pogovarjamo več, če ga ni žrtvoval, je izgubil. Pade kralj, to sploh ne smeš igrati. Ja, jaz vam rečem skakača v minusu, pa rečem, nič ni izgubljeno, ampak v takih partijah. Spremljaš kaj vrhunski šah, pa svetovna prvenstva, pa te dvoboje za prvaka, pa tako naprej? Bežno, no, bežno. Seveda poznam Carlsena, daleč najbolj prepoznaven lik v šahu, prej je bil seveda to Kasparov, pa prej še Karpov in vsi ostali, ampak trenutno Carlsen, tako kot Ronaldo nogometa. Si v bistvu že zmišljuje, kdaj bo igral za svetovnega prvaka, pa kdaj ne, ker mu že malo dolg čas. Tako da ja, on je v bistvu edini, pa en redkih Evropejcev, ki je konkurenčen Rusom, Američanom, pa Kitajcem, Indijcem. Indijcem, ja.
pa različnim najstnikom, ki prihajajo, ne? Vsak Ja. let kakšen uleti. Noro, bi igral, mislim, če bi se ti ponudila priložnost, pa bi ti rekel, evo, 2 leti tur, vse ti plačamo, pusti službo, daj na sabbatical, pa boš šel igrati z najboljšimi na svetu na turnir. Bi šel, kaj tazga? Bi šel probat, vem pa, da živeti od vrhunskega šaha je tako, kot živeti od teka, ne? Se pravi, Bravo. zelo, zelo težko. Niti, če si med najboljšimi 100, nimaš nič zagarantirano, če si pa med najboljšimi 10, imaš pa mogoče velike. Ampak ne, to je zelo težko priti tja zraven. Tako da vseeno, mislim, da ustvarjam bistveno več dodane vrednosti tam, kjer sem, kjer delam, kjer sem zaposlen. Razvijam nove stvari, se pravi, dodana vrednost, davki se plačujejo, še kakšen več lahko zaposlimo, tako da sem tam bolj koristen. No. Si direktor razvoja si, če se ne motim, a ne? Ja, tako. Mislim, to je kar odgovorna pozicija. Koliko ljudi imaš pod sabo? Ja, cirka 25 trenutno, direktno, seveda sodelujem pa praktično z vsemi službami v podjetju, ja, tako od tistih proizvodnih, logističnih, nabavnih, prodajnih in vseh ostalih, ja. Smo kar velika firma, tudi del multinacionalke zdaj, tako da precej teh stvari. Svoj vrsten šah poligrat s 25 figurami, a ne? Ja, upam, da so delavci ne poslušajo, no, kar se V bistvu, ne, trudim biti tak, ne da bi bil mikromanager, ampak probam, z veseljem dam odgovornost naprej. Tudi v bistvu, jaz sem na tej poziciji zdaj, ampak sem bil skozi v tem oddelku, se pravi, jaz sem začel v tem oddelku in ljudje, ki so bili mentori, sem imel zdaj šef. In nekako še shajamo, no, mislim, da se v redu razumemo, vsaj probam delati v tej smeri, ne. Saj pridejo težave, pa je treba kje razrešiti, ampak generalno pa so mi vsi v bistvu pomagali, da sem prišel do tega nivoja, pa zdaj naprej našo firmo ali pa vsaj poslovno enoto peljemo, se mi zdi, v pravo smer. No, če si rekel, da si veteran v teku, ja, za menedžerja si sorazmerno mlad, ja, kar pomeni, da si očitno zelo sposoben, boš rekel, da ti je na eni strani šah, na drugi strani pa tek, maraton, če hočeš. Ti boje pomagali pri tem, da si tak človek, kot si, tudi kot, bom rekel, vodja, kot razvojnik, kot človek, ki išče nove rešitve tam, kjer jih ni takoj na prvi pogled. Ja, logičen odgovor je, da ja, ne, čeprav je to spet nekaj, je to recept, ne vem, ne. Ampak dejansko tekom teka, jaz mislim, da je prekrvavitev in tlak v možganih tako naprej ravno idealen za kakšne zelo inovativne ideje in tudi kar nekaj inovacij se je rodilo med tekom, bi rekel, potem realiziranih seveda v laboratoriju in tako naprej. Ampak neke sveže ideje so pa tiste, ki znajo priti med tekom, no, to je sigurno dodana vrednost. Seveda ne zdaj v zadnjem kilometru maratona, ne, ker si na vseh rdečih nivojih, je možno, ampak govorim o tistih nekih prijetnih conah na izteku, na ogrevanju ali pa na lažjih treningih. Najboljši maratonc med slovenskimi šahisti, če tako rečem, ja. Najboljši šahist med maratonci ali kako, ali poznaš še kakšnega, ki ti je kos? Pa kakšen se še verjetno pojavil, saj tek je zelo popularen, pa nimam čisto pregleda, ampak od teh malo hitrejših bi rekel, pa verjetno, da ja. Če pa ne, pa prosim, imate moje kontakte, pa se slišimo oziroma pomerimo, ne, v eni in drugi disciplini. Ja. Jani Mulej je zdajle dilo ven potegnil, pa rekel, okej. Tiš, vem, da je enkrat govoril, da je tudi šahiral nekaj malega. Lahko bi bila odlična disciplina, državno prvenstvo bi bila tek in šah, ja, evo, le mislim, da bi bil lahko prvak nekaj let zapored. Vsaj nekje, ne. Te srebrne medalje, no, odcepek te srebrne medalje, ne, sej.
kar nekaj let je že, ko si bil drugi v državnem prvenstvu v maratonu. Ne? Ja. Ja, to je bilo, se pravi, ja, leta 2014 sem bil tretji, 2016 sem bil pa drugi v Radencih, potem še enkrat tretji v Ljubljani. Mislim, malo je tudi seveda odvisno, koliko je dobra udeležba bila teh vrhunskih oziroma čistih profesionalcev. Tako da ja, mislim, pač izkoristil sem svojo priložnost takrat, ko sem jo lahko. Ne vem, jaz mislim, da si tudi Slovenija, saj si zasluži, da imamo enega res, vsaj enega oren profesionalca, no, in trenutno sigurno imamo. No, mislim, to je res, ja, sej, čeprav imamo Slovenci radi tudi zgodbe, ja, Davidov in Goljatov, ja, ko pride eden, tiste epske, no, to je skoraj že ameriški en z vasi pride pa na gon vse profesionalce, pa gre nazaj, potem krave past. Lepo se imejte, sem tako kaun, kaj je bil že po Haso, ne, Hamon, pozabil sem en Bosanc, ki je Šajtargo treniral v Klanc, pa potem prišel na dirke, državno prvenstvo bo vse na gonu, pozabil sem ime. Ampak, ja, lej, se spomnim leta 2021, ko smo se z Janjem Muljem pogovarjali pred Ljubljanskim maratonom, pa sem rekel, lej, to je tvoj maraton, res je to zgodilo. Naslednje leto je pol to še obranil v tistih Radencih znamenitih. No, vendarle se tudi da v Sloveniji, se da z nekim časom, pod 2 urama pa pol, pride tudi na najvišjo stopničko. Zdaj, če bi te vprašal, da je to tvoj cilj, tvoja želja, nekaj tazga, obojeno, omenjeno, bi najbrž govoril nekaj na pamet, ampak ajde, ne. Če bi ti bilo pomembno, bi se že najbrž tudi fokusiral na kakšen tak cilj. Kako. Ja. Ja, v bistvu sej sem se, ne, leta 2014, ko sem bil tretji, sem tekel v Radencih 2:35 že. In takrat je šlo to zelo eksponentno gor do takrat, ne. Potem sicer leto kasneje še v Berlinu 1,5 minute hitrejši, ampak potem se pa ta krivulja nekako sploščila, ne. Tako da sem tam dosegel neke svoje meje, ne, tudi povečal sem količino treninga, takrat sem treniral bistveno več, kot zdaj bi rekel, tam do 4500 kilometrov letno, ko zdaj sem po 3000, se kar marsikdo čuti, kako to gre, ampak nekako mi tako odgovarja, no. Raje mogoče kaj hitrejši, pa malo manj vsega skupaj, pa kakšna kompenzacija na kolesu pa hoja. Tako da ja, ne vem, jaz mislim, da sem neke svoje meje dosegel. To, če bi prišel po 2:30, približno tako verjetno, če Kipčoge pride po 2 ure. Da bo nam uspel, ne vem, ne, mogoče mu bo, ne, mogoče Ja, bo. mislim, ja, se pravi, ti bodo prijatelji za 40. rojstni dan naštimali avto, pa špalir, pa boste laufali 3,29 na kilometer, pa še nekaj odcep, ko je ratal, pa tudi, če ni bilo čisto regularno. Ampak, ja, mislim, marsikomu bo ni jasno, da tekel si potem v Valenciji 2:33. Ja. Ja. Podobno, Kar malo presenetljivo, ja. ja, mislim, jaz sem gledal pač svoje rezultate in človek, ne vem, ki ima največ rezultatov med 2:33 pa 2:39 v Sloveniji, najbrž, ne. Mislim, ga skoraj ni maratona, ki ne bilo tam nekje, 2:3 pa mislim neki, ne, pa nikoli ni čist 0 od spred, ampak še 9 še, ampak zmeraj greš na maraton pripravljen, no, to hočem reči. Ja, v bistvu, kar treniram, je zmer fokus maraton, ne. Pač tiste 2, okej, bili so tudi 3, ne 2 leti, ampak 2 načeloma na leto in pač 4 mesece treninga do takrat, vmes polovičke, desetke za trening, pa nikoli fokusirano, tako da tudi moj polmaratonski rezultat je veliko slabši, kot bi mogel biti glede na maratonski. Ampak če si skozi v maratonskem treningu, to ti je primarno in si bolj počasen, si bolj vzdržljiv, ampak nisi pa nikoli tako hiter, da bi konkuriral z istimi tekači na 10 kilometrov pa za 21, ne. Velike tekačev, ki me z lahkoto prehtevajo na 10-21 kilometrov, v maratonu se pa ponavadi zadeva obrne. A si šel pod 1:15 na polovički že kdaj? Ja, 1:14 osebnega, pa tudi že iz 2016, iz Gorice. Lani sem imel Palma Novo, v bistvu sem bil dobro pripravljen, ampak me je pa malo zagodila tudi poškodba ahilove. Glih to, mogoče po maratonu prehit nazaj v trening in ja, se je vnela. Pa ni šlo.
skozi govoriš o teh letih, no, malo se poznajo, ampak rekel si 4500, zdaj imaš pol te kilometraže, pa vendarle uspeš še vedno spraviti skupaj maraton na podobnem nivoju, boš rekel, da manj je več, oziroma da se da, ali pač kot mladec moraš tudi tiste kilometre narediti, če hočeš narediti bazo, na kateri še zmeraj zdaj, bom rekel, nekako žaneš neke rezultate. Sigurno ta baza nekaj pomaga, ne. Jaz sem se pravi, skoraj več kot 10 let tudi v sistemu treninga, ne, vse skozi pa Romeo Živko, ki me je tudi v bistvu čez to veliko naučil in v bistvu se zdaj ne delam veliko drugače. Sam pač prilagajam vse te treninge vsem ostalim držljajem iz službe, šah, gasilci, vse glavna služba, recimo, ne, pa mogoče še malo partnerka si kako minuto vzame, ne. Ja, ampak ja, to je to. Da se prilagajam čisto počutju, pa ne, mogoče tudi vremenu pa tako naprej, da sem manj obremenjen, no. Zato ne delam zdaj striktno po nekem programu, bolj po tako kot pri prehrani, ne. Ne čisto dosledno, ampak neke trende pa lovim. In tega, kar sem bil navajen v tistih dobrih 10 letih čisto sistematičnega treninga. Verjetno pa ja, to sigurno če narediš neko količino treninga, ti ostane v nogi, sploh za to vzdržljivost. Ja, telo je navajen, najbrž res je. Kje si našel Romeja Živka pred leti oziroma njegovo tekaško šolo? Ja, v bistvu sem takrat leta 2011 sem prišel maraton pod 3 ure, tisti že 2:55, potem sem v Ljubljani hotel celo na takrat iti na rekord za mlajše člane, ki je bilo takrat še, mislim, da okrog 2:50 ali celo 2:52. Se pravi 4:0 tempo na maratonu, ampak to je bil edini maraton, ke sem ga odstopil, ker sem seveda preteral prva polovica. In takrat sem nekako spoznal, da tudi ne morem več sam slediti mojemu napredku, pa sem pač kontaktiral tako takrat Domžale kot Celje. Pol se je pa nekako tako odvilo, da sem prestal pri Romeu, v klubu sem pa v Domžalah tudi približno istega časa že od takrat, pa še zdaj. Razvoj tekača skozi oči trenerja, se je vajen odnos, ki je spreminjal, si ti spreminjal pogled na to, si se iz tega, ki je naučil, še kar vztrajaš s trenerjem, kljub temu, da bi rekel, marsikdo po 10 letih se zdaj pa tisto, kar zdaj počnem, lahko brez njega počnem. Ja, ne, Rome je super človek, tako da bil sem tudi po mojem eden redkih maratoncev v njegovi ekipi, tako da tudi redno sem pol pomagal kot sparing, tudi, ne vem, Vido Butolino pa Karin Gošek, pa tudi z Janom Vukovičem smo približno isto čas začela pri njemu, tako da sploh te trening campi, ki jih imamo, pa se jih še zdaj udeležujem, no, ja, itak. Poletje, Rogla, pozimi v Istri, to je super, ja, in smo se tudi tako, smo v zelo dobrih odnosih, tudi tako na splošno. Tako da sva zmeraj dobro sodelovala, jaz pa tudi nisem imel želje, da bi toliko menil, jaz mu še zdaj čisto zaupam, ga še kaj vprašam, se pravim, te dnevni treningi jih delam pač po nekem, niti ne sistemu, po lastnem občutku, ke pa smo na pripravah, se pa čisto prepustim njegovemu planu in tam, ke so res koncentrirani treningi, pač rabiš točno doziranje. Tako da, ja, meni to čisto paše. Nisem človek, ke bi menil, tako kot sva že na začetku ugotovila. Tako ja, zakaj bi menil, ja, konja, ki zmaguje, težek trening, kaj zate težek, ali pa najtežji trening, ki ga pa res, bom rekel, kar malo z odporom začneš, pa je ponavadi na koncu. Katarzično občutenje, pa nirvana in rečeš, to je pa nekaj dal od sebe. Ja, to je neki dolgi tempo teki, to je nad 10 kilometrov, recimo. Niti ni problem, ja, tiste dolge 20-ke pa 30-ke včasih, ke niso to hitre, ni tak problem, pa krajši intervali tudi, ampak neke 10-ke, 15-ke, ke sploh ne vem, če jih še delam. Raje delam kar fartlek, pol pa gre bolj po občutku. Če imaš pa predpisano, pa ti ne gre, pa tako, sploh če si imaš v seriji, jaz pa navadno tako, da je serija 2-3 dni zaporednih treningov in tisto pol zadnji dan je težek, ne. Tako, no, saj, ja.
Mogoče bi mogel več kakih teh težkih treningov narediti, pa bi še kaj napredoval, ker so verjetno tisti, to ti dajo. Ampak pa si pa zmatram za druge stvari preveč, ali pa se kar naslikam, mislim, ja, veliko stvari. Ne, ne treniram maksimalno, bi rekel, no. Razen pač na pripravah, ne, drugače pa neki rezerve. Ampak to boš še počel, dokler časa ti bodo noge dale. Ne? Mislim, to te pa še driva. Ja, tudi, mislim, letos je tale prva sezona, pa zdaj po nekem obdobju po poškodbah, ker dejansko nisem rabo kompenzirati na kolesu, ne, še lani, pa predlani, vse dolge stvari delal na kolesu, sploh neke samo intervale, pa za hitrost na tek dejansko, drugače pa na kolesu. Zdaj smo pa, ja, toliko uspel ojačati vse te strukture okrog kolena, da dejansko je dosti boljši. Sem bil letos samo 2-krat na kolesu, tako da me to zelo veseli. Ja, vse tudi, ja, se veselimo tvoje sezone. Martin, kje treniraš zdaj, recimo? Kje so tvoji tereni, odkar si v teh koncih? Ja, tle v Domžalah so razmere res dobre. Štadion, imam dostop, razen pač takrat, ker so nogometne tekme. Drugače pa za Bistrico, ja, Veselo v Kamnik in urno naprej, če je treba, ne. Ja, pa nazaj. Tako da, ja, to je res neka taka pešpot, zelena os, se reče, tako da za reko, za Kamniško Bistrico in Makadam. Več kot 10 kilometrov eno smer, pa potem še od Kamnika res naprej z lahkoto, tudi dolga kilometraža, tako da to je glavnina, no, potem ima pa tle še Mengeško polje, tudi Makadam za kakšne intervale in to je bistveno boljše, ker so bili pa pogoji v Kanderšah, ker sem tistih 10 let, ker sem treniral po glavni regionalni cesti levo pa desno, to je bila edina kakor toliko ravnina, do Moravč pa nazaj recimo, pa že to je bilo 150 višincev. Tako da to je zdaj milina, to je v bistvu še premaj klancev delal. Če bi kak klanc več naredil, bi bilo verjetno dobro. Ja, se lahko Šumberka, ne, tam gor. Šumberk, ja. Ja, tam pa lahko še počaka, ja. Pa Rašica, pa tako naprej. Ampak je treba, da tja pride, pa ja, je lažje kar po ravnini. Te kdaj kdo ustavil tekačev pa reče, Ocepek, živijo, joj, lepo te videti, čestitke za to, si prepoznaven med lokalnimi tekači kot eden boljših slovenskih, bom rekel, hitrih rekreativcev. Ajde. Mislim, ja, med tekači me prepoznajo, pa na štadionu, s kolegi iz kluba, zmer kakšno rečemo, da me pa zelo ustavljali, pa motili pri treningu, pa se ni zabati. Ja, zdaj bi to se odlašal za nalašča, ne, ker mogoče bi bilo drugače pa tam čez lužo ti si imel kar en epizodo v Ameriki že kar nekaj časa, več kot 10 let nazaj, v bistvu bolj študijske narave, pa tudi tekaške. In pa sem šel pogledati to tvojo nekdanjo univerzo. Oni imajo posebno spletno stran samo za svojo cross country ekipo. Ne? Da si predstavljaj, da ima neka slovenska univerza, tako imamo samo dve, ne? Spletno stran samo za šport, kaj šele za tek, kaj šele za cross country, kaj šele za nekaj. Ne? Mislim, povej mi, tja si potoval v bistvu neki študijske narave, ampak bolj so te poslali v podjetju tja raziskovati, se pravi, nisi bil čist tipičen študent, pa vendarle živel si v kampusu in tako naprej, bil si ene vrste njihov, rekel, gojenec. Ja, tako prav imaš. To je bilo leta 2013, takrat v bistvu sem že bil 2 leti zaposlen, vzporedno sem takrat delal tudi doktorat in pojavila se neka priložnost, bila so neka evropska razvojna sredstva in v bistvu res dobra priložnost, ja, da sem šel lahko za pol leta kot ta praktikant, internship, ne, po angleško, ne vem, kako bi to prevedel, se malo izpopolnjevati na to univerzo. To je po mnogih klasifikacijah najboljša svetovna univerza na temo polimerov, se pravi plastike, s tem, ker se ukvarjam. To se pravi v Akronu, bolj znanem po rojstnem mestu LeBrona Jamesa, drugače pa sedež firme Goodyear, tam se je tudi ta gumarska industrija nekako najhitreje začela potem razvijati. Tako da vejo, kaj delajo. Ja, sam kampus, univerza, približno 20,000 študentov, že to priča o neki velikosti, to je 1% populacije Slovenije.
Um, in ja, so stvari, ki so zelo urejene, tako kot verjetno v večini teh univerz so te športni objekti, športna infrastruktura tam zelo dobra, ne. Se pravi, štadion z 8 stezami, tudi taka fajna proga za kros, recimo, ja. Tam se sicer takrat pa nisem zelo zanimal, da bi v kakšno tako ekipo prišel. Sem pa tam v bistvu v tistem obdobju sem zelo veliko treniral, saj čas sem imel, sam sem bil tam. Že takoj, no, 14 dni po prihodu sem otekel tisti maraton, šel osebnega, mislim, da je 42, 2:44 v Toledu. To sem nedavno uživljal, ker sem bil na polmaratonu zdajle 3 tedne nazaj v istem mestu. Drugače pa ja, takrat, to je bilo tak res obdobje, ki se ga z veseljem spominjam. Pri tistih 23 letih sem bil takrat prvič sploh šel na avion, se pravi, čisto sam na drugo celino za pol leta, tako da je bilo kar tako malo za moje bližnje še bolj stresno, kot zame, se mi zdi. Ja, je pa neko obdobje, ke sem veliko se naučil, raziskovalno, tako službeno, veliko sem otekel, veliko sem tam natreniral. To ameriško kulturo spoznal in zato potem zelo z veseljem nazaj prišel v Slovenijo, ne. No, saj, Tako da. imel sem kar nekaj gostov, ki so imeli tam, rekel, svoje eskapade in dogodivščine, Američanov, takih in drugačnih, da pa ti mi povej, evo, doktor Recepek, kakšne so pa vaše izkušnje z ameriško družbo, kulturo, nazori, neko filozofijo, z sistemom, ki je tam, pa tudi, rekel, ne samo šolskim, tudi, rekel, mogoče gospodarstvom, kjer si delal, v primerjavi z nami. Kaj vidiš kot prednosti Amerike, ker vendarle nekatere že morajo biti, če ne bi bili vodilni na svetu, marsikje, pa recimo slabosti, glede na to, da jaz sem bil pred kratkim v Ameriki, pa lahko rečem, da mi res živimo koščko raja, kljub vsemu. Ja, res je. Predvsem kvaliteta privat življenja pri nas je neprimerljivo višja. Po drugi strani pa v Ameriki seveda 1001 poslovna priložnost oziroma, ja, take karierne priložnosti. Po drugi strani, ja, je pa, ja, so priložnosti, ampak zelo hitro si pa tudi nekaj izgubiš, no. Se pa problem je, ker se v Ameriki se vse gleda skozi denar, se pravi, vse je samo denar, denar, denar. Zato tudi mogoče, ker je bilo zanimivo, da med boljšimi tekači sem bil skorajda najstarejši, ne. Tako da tisti, ki še nekaj imajo upanja, pa so mogoče suportirani s strani univerz pa tako naprej, oreng trenirajo, pol v starejših letih pa niti ne. Tudi zato, ker jih pač službe silijo v to, da delajo bistveno več kot mi. Tudi nimajo samo ene službe, ampak imajo več, ali pa je tista pač 12, 14 ur na dan. Ker pač več denarja, več veljaš, ne. Ampak ja, ni to, ne. Ne vem. Tako, v bistvu, že če se hočeš sprehoditi zunaj, mi smo navajeni, ne vem, petek in svetek, sredi noči, kadarkoli, kjerkoli, pa mislim, da nas ni kaj veliko strah, mogoče zelo redki kraji, da ne bi šli. Tam v Ameriki moraš pa res že pravo ulico zadeti, ker če eno fališ, si lahko že zelo hitro tam, kjer nočeš biti. Ja, to mislim, to je Amerika, spoštovane in spoštovane, a ne, blišč in beda, kakorkoli pogledate, mi tega nismo vajeni, jaz sem doživel kulturni šok kljub vsemu, a ne, pa sem bil v Bostonu, ki je zelo evropsko mesto, a ne, pa streljaj proč, pa špageto, tako rekoč, se pravim, nekaj, kar mi ti podrazno še nismo videli v živo. Zanimivost, ki si mi jo zaupal, je, da si letel v Ameriko tisti dan, ko se je v Bostonu zgodil na maratonu tisti teroristični napad, a to drži? Ja, takrat sem bil v zraku, ne, tudi informacije so takrat še malo počasnejše prihajale do nas, tako da sem to malo zamikam pol izvedel, niti nisem tega čutil pri pristanku, pa kaj, da je bila kakšna ekstra kontrola. Ampak ja, bilo je to v bistvu zdaj čisto sovpadalo, ja. A pa je bilo pol, recimo, kako, takrat si najbrž spremljal tudi lokalne medije ali pa ljudi tam, je bilo kakšno v zraku, kakšna napetost, so se ljudje o tem pogovarjali, je bila to novica, rekel, dneva ali pa tedna? Ja,
V bistvu ne, no, mislim, saj ne spomnim se, ne. Pač je bilo v medijih, seveda, tako kot je bilo tudi zdaj, ker sem bil jaz, se je v Sloveniji veliko govorilo o študentskih demonstracijah, pa sem v njihovih medijih bistveno manj zasledil v tem, kot v naših, no. Amerika je velika, no, tako da se zelo, tako kot smo mi v Evropi, ne, so oni lahko tisoče kilometrov narazen in že od ene do druge države so zadeve lahko precej drugačne, no. Pravim, jaz sem pa Amerike, težko govorim tudi generalno, bil sem tle Ohio, Pennsylvania, pa zdaj Indiana, to malo poznam, ta veliko jezero Erie. Drugače kaj več od tega, teh velemest, pa v bistvu še nisem videl, tako da je spet verjetno drugače, ne. Na hitro sem gledal, Ohio je 5-krat večji kot Slovenija, ima 5-krat več prebivalcev, zelo zanimivo, dosti podobna gostota poseljenosti kot pri nas, pa več kot 40 univerz, ne, kar me je fasciniralo. Čemu ti to pripisuješ? Zakaj ima praktično vsaka, rekel, malo večje naselje že svojo univerzo, pa neko izobraževalni kampus, pa neke ustanove zraven, pa spin-offe, pa firme, pa tako naprej. Kdo vse to financira? To je vse sistem šolstva, tam je malo drugačen kot pri nas, ne? Tam je veliko zasebnega šolstva, veliko denarja, ki se steka not z gospodarstva in potem ven in tako naprej. V bistvu te univerze, mislim, da so na nek način po naših kriterijih vse privatne. Se pravi, študenti, ki so tam, so zakreditirani za mnogo let. To ni tako, kot pri nas, ki je zastonj študij, tam je pač, ne vem, nekaj 10 000 na letnik, odvisno od ranga univerze. Ampak dajo pa veliko na to, no, vseeno, zato so tudi v inovacijah, vemo, da so močni. In sploh ta prenos, ker v Sloveniji manjka, ne, prenos iz čistega raziskovanja v gospodarstvo in ustvarjanje dodane vrednosti, se pravi. Pri nas je vse preveč poudarka na število objav, ne, na znanstvenih člankih, pač papir marsikaj prenese, ampak jaz sem videl oba svetova, ne, nekaj raziskovalnega, pa kar nekaj še več gospodarskega in mogoče je ena od 100 stvari, ki je na znanstvenem nivoju potrjena, validirana, je pol ekonomsko zanimiva, se pravi, ja, da pridemo od invencij do inovacij dejanskih. To je kar še veliko dela, ne, in v tem so Američani dobri, ne, tudi neka davčna politika pa tako naprej. Pa tudi v tem, mogoče hrepenenje po več denarja je v tej smeri. Tudi ljudje so bolj odprti, da investirajo v take zadeve, ne tako, kot v Sloveniji, ko vse leži na bankah v depozitih, je tam v bistvu, kultura, investiranja. Zadnjič si imel nek dober intervju, nekje sem videl ravno, govoril si o invencijah, inovacijah in si predsedoval, mislim, da še neki komisiji, ki je izbirala projekte, ki so kandidirali ravno na teh področjih, na inovativnih. No, da je čisto hitro, v enem stavku pa je razlika med invencijo, z umom invencijo in inovacijo, ne, kar jo recimo Slovenci mogoče ne razumemo, Američani pa toliko boljša, ne, ker invencija še ni nič, dokler ne prinaša denarja. Pri nas je pa neki izumš, potem pa ostane v predalu, nekje objavljeno in noben se več s tem ne ukvarja, ne, in ti si pa, misliš, največji car. Ja, se si lepo razložil, ne, to je tako, kot bi naredil ta super copat, 1-2 para v neki lokalni čevljarni, pa bi pač imel, ampak moraš pa proces zoptimizirati, da je stroškovno učinkovit in da se ga dela v velikih nakladah, potem, da se to lahko prodaja po celem svetu. Mogoče na enoto zaslužiš manj, ampak moraš biti pa profitabilen, znižaš ceno in tako naprej, da je to dostopno širokim množicam in iz tega se obrne pol ta prihodek. Pravi, eksponentno zraste. Preveč zakompliciral zdaj, ampak Ne, v redu. Ne, super si to razložil. Ravno zaradi tega, no, se mi zdi, da v Sloveniji premalo govorimo o tem, govorimo o znanosti, ja, veliko govorimo o znanosti, pa pol še o kulturi in vsem ostalem, pa o športu, ampak ko govorimo o znanosti, pa govorimo o gospodarstvu, ponavadi, to ni ista okrogla miza, ne, kar se mi zdi škoda, ne. Pa marsikakšen uspešen slovenski raziskovalec potem pobegne tja, ravno zaradi tega, ker ima neprimerno boljše možnosti
rekel, to spraviti v neko prakso, pa videti, kako to dejansko prinaša neke rezultate ali pa počne. Ampak da ne boš predaleč tem, kakšna je tekaška kultura, prej si rekel, bil si najstarejši med temi tekači, tam kaj pa nasploh, no, na ulici ali parku, ne vem, ko si šel ali pa na maratonih, ki si jih tam udeležil, kako so pa Američani kot rekreativni tekači, v primerjavi recimo Slovenci? Ja, mislim, štartamo lahko iz tega, da je več kot pol Američanov itak predebelih, ne, in tisti ne tečejo, saj tudi mogoče tukaj polovica ljudi pri nas ne teče, ampak je pa tistih 5 do 10%, ki bi rekel, da so fit, pa dajo nekaj na to, pa se mi zdi, da zdaj, ko sem se vrnil po 11 letih, sem jih več srečal. Ampak oni se zelo radi se udeležujejo teh prireditev, tudi če samo hodijo tistih 5 kilometrov, ne, tudi plačajo celotno štartnino, tako kot mi za tek, oni samo zato, da ga prehodijo, ne. Te petke, 5K, to je zelo popularno pri njih za začetnike, sploh se tako razume tam, da bi šel takoj na maraton, niti ni praksa. Tako da je to zanimivo, no, samo ja, trenirajo pa po moje raje v zaprtih prostorih, tako kot vse stvari raje delajo v zaprtih prostorih. Zelo, zelo malih vide zunaj, v bistvu sploh v nekih strmih naseljih. To je vse z avtom od vrat do vrat. Pa notri se pa že kaj dogaja na tekalnih stezah, pa to, ja, ampak jaz sem toliko mislim, mi te tekalne steze res ne odgovarjajo, tako da tudi nisem proučeval, koliko še noter. Se izogibam zaprtih prostorov, če se le da tem za športanje, tako da. Ja, so pa prireditve, gostota populacije je tukaj večja, tako da udeležba na teh maratonih oziroma na vsaki tekmi je nekaj 100 tekačev, ampak tudi takrat, ko sem jaz tam bil, sem po teh tekmah hodil in na mojem nivoju sem bil praktično zmeraj med prvimi 3, pa je bilo nekaj 100 tekačev. Tako da plus so bile tudi neke nagrade, tako da absolutna konkurenca je tako šibkejša, ampak je pa masa ljudi zadnji. Ja, v Sloveniji moraš biti zelo dober, da si na teku po Zagorski dolini med 3. To je ena najbolj močnih tekem. To bi lahko državno prvenstvo navzdol, če bi to obstajalo. Kakšen je tvoj najboljši čas? Na teh 10,5 od Izlak do kje cilj? Ja. V bistvu točno 34 minut sem šel lani, ampak je bilo majčkeno krajše, je bilo točno 10. Je bil cilj na krožnem, drugače pa kakšno sekundo več, no, pod 35 pa sigurno. Ja, prve 3 kilometre gre dol, pol pa se kar poravna, pa imaš trde noge od tistega spusta, ja, tako da ja, ni toliko lahko tudi ne. Pa ponavadi 25, 30, 35 stopinj, vse je že bilo. Avgusta, ja. Ja. Zmage nekih pa vendarle imaš, ne nekaj, ker veliko jih imaš preštete, si sistematičen pri tem, lahko izstreliš iz glave? Ne. Dobro je. So neke te sindikalne tekme, ki jih v bistvu šteješ, pa ne šteješ, ne. Ampak ja, nekaj pa nabereš na leto, nekaj si pa zbral, je pa fleten prekoračiti, kot si rekel v Ameriki, ko ti je zmanjkalo zadnjič čist malo, da bi še zmagal, pa bi Američanom rekel, Ja, se prehitro me je Mehičan, ampak ja, drugo mesto je bilo. Ja. Ne, tele lanske trojke dolge, ki smo zmagali, to je bila ena super stvar, sigurno. Potem v Gradiški v Bosni sem tudi zmagal polmaraton. V maratonu najboljše sta drugo mesto, v bistvu tale za italijansko mejo UNESCO Cities maraton. Ja, je bilo pa veliko več stopničk zmag, no, to pa se. Ampak ja, če si na stopničkah, je to, no, saj ne rabi zmerno najvišji stati. Imaš spominsko sobo, kamor odlagaš vse svoje pokale in medalje in potem se to vse sveti in se vsakmu, ki pride k tebi na obisk, to seveda pokažeš in 3 ure razlagaš o tem. Imam zelo malo obiskov. Odličen odgovor. Veliko pokalov pa medalje ostalo še v Kandrašah, nekaj imam tle v Domžalah, malo po drugih prostorih, tako da je nič namenskega, tam tisti hladilnik na vrh, ampak je že poln zdaj spet. Tako da vse posod pomaram. Da, se to je redo. To so memorabile. Prosto, da zmoto. Prav vse je pa malo Excel tabeli, tako da za zgodovino tam obrnem. To pa imaš, to pa si dosleden, da pa vse zabeležiš in napišeš čas, mesto, vreme, počutje ali kako.
Mislim, vsaj čas, mesto, pa mogoče kako pombo. Ja, to je pa itak, pa tudi, jaz sem en človek, ki nima strave, oziroma jo imam, pa jo ne uporabljam. Ne. Mislim, Tako da imamo v Excelu, ne, tako še se. so rekli, se vidi, da je Iskanderš. Ja, 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 ja. to je to. Ja, nima strave, človek nima strave in zdaj konkurenca pač ne ve, kako treniraš. In, a ne, so že šušlja in ne, hecam se, seveda. Ja, Hecam se v Cepkovem Excelu vse piše. Premagal Muleja, strl orehka, mislim, tle ni kaj. Lepa je bila, zdaj lepo ste se dajali v Radencih, recimo. No, saj je bil orehek, pa kdo je bil še, a je bil Grilc, nekdo je bil še. ja, Grilc pa Potrč, ja. No, pa še Mitja Potrč je bil. Tako, ja, vse ste se Zelo fajn. skupaj, ja. V bistvu sem vesel, da sem enkrat nisem jaz kratke potegnil, ker sem že tudi velikrat prej. Ampak ja, tudi te razmere, pa to sem vseeno šle bolj sem bil bolj zadovoljen z njimi, kot drugi, ja, čeprav smo bili verjetno vsi veseli, da je bilo bolj hladno. Ampak je bil lep tak boj. Ne. Še tale Hrvatka je bil na koncu v bistvu najmočnejši iz te skupine, ker pač prvi trije so se odpeljali, v bistvu Kenica, pa potem Matic malo za njimi, ne. Res dober rezultat z njegove strani, nikaj za Radence, nisem res kapo dol. Potem smo bili pa mi tisti, ja, nekako smo vsi imeli po mojem v mislih to borbo za drugo mesto med Slovenci, čeprav letos ni bilo državno zdaj v Radencih, ampak vseeno je to Prestiž. neka tista podkategorija, ki največ šteje. Tako da ja, smo kar malo bili dokaj složni, mislim, da tja do 30 kilometra, malo smo se pogovarjali, malo izmenjevali spredi, skupaj ujeli to prvo žensko Keniko, pol je malo tudi zadnje, ampak malo za nami prišla v cilj. Po 30 ja, tudi to sonce, ki je že začelo pripekati, smo se pa že malo preizkušali tudi, kdo bo zdržal, pa en potegnil, pa drug malo. Potem ja, sem zelo vesel, da sem tisti, ker sem vsaj od Slovencev bil najmočnejši v tej skupini, no. Ampak, spremljam, ja, te maratone zadnjih let, ste kar dosti poznate zdaj že vi tisti ekipa za Kenici, bom rekel, ne, Slovenci, ne, Slovenci, ne profesionalci, ne, ste kar taki dosti podobni, ki pridete tja, pripravljeni ste tam med 2:30 pa 2:40, odvisno od dneva pa vremena in potem se gledate že na štartu, si malo mežikate in potem se, kar, bom rekel, ena taka ekipca, zanimivi, se najbrž dobro poznate, se tudi kdaj povežete, pa greste kakšno trojko skupaj, pa na pir, recimo, pa tako naprej. Ja, se je zanimivo, da smo že skozi isti, ne. Ja, No, se je kakšen pojav, ampak je. 10 let, Ja. iste face, Bog pomagi. Tako da ja, vsa čast tudi Janiju, pa tem ostalim, ki so 40 plus, pa v bistvu po 40 delali boljše rezultate kot prej, tako da imam tudi jaz upanje. Gač pa ja, res, mislim, tudi potem s temi, ki smo pa dejansko trojke potem skupaj odtekali, ja, je bil to Jani, tudi Mikel, pa Luka, pa seveda Kotnik, Robi, tudi, ja, te trojke ti res dajo neko povezanost, tako da čeprav so me že večkrat vabili na te Wingse pa tako naprej, jaz sem rekel, jaz kar pri trojkah ostajam, to je moja tista res taka tekma, sploh če nisi najšibkejši člen, je pa še toliko boljša, ne. Ja, da te ne tiščijo v klanec, ja. To je slabo za ego. Piše na Maratonu, da imaš 27 maratonov, to drži, a so kjer ga zgrešili? Moje bo kar prav, ja, bo kar prav. Pa v tujino nisi dosti zahajal, imaš pa nekih takih sladkorčkov, kot je, ne vem, Valencia, pa Linz, pa Kopenhagen, pa tako naprej, neki pa si pošpegal še vendarle tudi okrog. Namenoma ali se je tako pač sestavilo? Tako se je, na vsake toliko časa si zaželim tudi kaj ven iti tekmovati, čeprav mi je tako, no, kar malo stres. V bistvu, če greš nekam ven, pa hočeš na rezultat, pa optimalen rezultat, ne moreš, si moraš tudi organizirati to logistiko, tako da nekako štima. To je tudi mogoče razlog, da se teh majorjev nisem kaj veliko udeleževal, razen pač Berlina, ki je pa dobro poštiman. Nekako pogoji pol niso čisto isti, kot tukaj, ker spiš doma, pa greš samo na štart, ne. Sploh pri maratonu se mi zdi, da je to še toliko bolj pomembno. Tako da ja, nočem pa biti nek polovičar, če sem neke 4 mesece treniral za tisto tekmo, pa grem raje čim bližje, oziroma da mi je logistično čim lažje. To je v bistvu glavni razlog. Drugi je pa to, da
mislim, že itak kar veliko potujem, vsaj 2-krat na mesec. Sem precej na avionih, tako da mi ne manjka tega potovanja, da bi sam zaradi same poti šel na maraton. To pa ni, pol grem raje na pot, pa ne laufam. Tako To da, je sam stres. tako, je pa tudi želja še kako veliko tekmo narediti, no. Je pa res, ja, Berlin pa Valencija sta bila pa čisto namenska, tudi Kopenhagen takrat, zaradi pogojev, ja, in konkurence in proge naredi dober rezultat in v bistvu mi uspe, razen ta Kopenhagen, ne čisto idealno, ampak Berlin takrat in Valencija pa sploh, no, Valencija je bila pa res zanimiva tekma, ke laufaš 2:33 pa si 550. Najmočnejša To se dirka malo na svetu. zamisliš, ne. Ja, res. No, da je, evo, zdaj 2:33 lep čas si postavil, mislim, da imaš še vedno nekaj sekund prednosti pred Anjo Fink, ja, ki je to zdaj odtekla. Ali, je dva. Mislim, da je ona celo par sekund, zdaj bruto ni to spet, ampak No, tam nekje, no. tam Zelo sta, ja, blizu. na 2:33 Valencija, ja, recimo. Zdaj pa to povej. Valencijo poznam, res je ne samo kvalitativno noro zasedena, tudi zaradi denarja, ki ga vlagajo v tekače, v promocijo, v dirko samo organizacijo, ti organizatorji tam, mislim, če bodo kdaj še kakšen majors naredili v Evropi, bo to prav gotovo Valencija. Kakšni so bili pa tvoji občutki maratona, ki je v decembru, pa še zmeraj ni tako mrzlo, kakšen piš z morja že pride, sicer pa nikoli nisi sam, tudi če tečeš 2:33, izvoli. Ja. Ja, če kar začneva pri štartu. Res pogoji vremenski so bili praktično idealni, tistih 10 stopinj, niti ne sonca, ne vetra. Ja, z tega stališča pogoji so bili idealni. Štart, bil sem seveda takoj za elitnim boksom, ne, čeprav tam elita tudi šteje, mislim, da je okrog 200 tekačev, kar je veliko, ne. V prvem koridorju štart par sekund za ta boljšimi, ampak dejansko do 5. kilometra nisem mogel teči svojega ritma. Jaz sem tekel tam med 3:50, mogoče 3:45, se pravi, kar nekaj sekund slabše od povprečnega časa na koncu, ne. Tako da ampak v bistvu je bilo to verjetno dobro, ne, da sem sploh zdržal do cilja, ker tudi takrat grozno veliko kilometrov nisem imel, še zmeraj sem veliko na kolesu kompenziral, tako naprej, in je bilo kar fajn, da sem malo počasneje začel, pa v bistvu je proga taka zelo ravna, res, proti cilju se celo malenkost spušča in, tako da ja, brez večje krize prišel potem čez celotno progo, vmes so bili tudi kilometri okrog 3:30, ke je pri meni tisti tempo, ke je res na meji, moram biti zelo dobro pripravljen, da lahko vrtim, ampak takrat je pa kar šlo. Pa skozi neki tekači, seveda, večinoma sem jih pol v drugi polovici prehiteval, kar ti da dodaten zagon. Če rabiš, se malo skrije za koga, pa gre spet naprej, tako da iz tega stališča je res ja, vreme, proga, konkurenca, pa se je vse sestavilo v 2:33. Ne bi rekel, da sem bil zdajle v Radencih slabše pripravljen od tistega, po mojem, če bi bili v tistih pogojih, bi šel spet nekaj takega. Prav. Mislim, ja, Valencija je sigurno kraj, kjer se postavljajo osebni rekordi, če bi rekel, pa ki videl si Berlin, tudi kraj ženskega svetovnega rekorda, če še hočeš, ne. Če bi se pripravil zdajle, pa bi rekel, okej, one shot only, a ne, grem na SAP 2:30, kateri maraton bi izbral? Moja je bila to Valencija, no, pa mogoče še iz razloga, ki ga nisem omenil, da je to decembrska tekma. Jaz zelo težko treniram v teh poletnih mesecih, ne. Mislim, ne naredim istega treninga niti približno, ne, mislim, ke je zelo težko. Na nekih visokih obremenitvah, na visokih temperaturah zame, tako da ali bi mogel biti skozi nekaj na višini, ke pa pač tudi ni časovno izvedljivo. Če pa imaš čas, da se celo jesen lepo pripravljaš, da štartaš mogoče konec avgusta, si pa na začetku decembra res lahko v top formi, ne. Tako da to je en tak vidik, tako da zaradi tega bi verjetno kar Valencijo izbral. Plus tega, da poznam, no, to je spet en pomembna stvar, no. Točno to, pa da boš kupil počasi že nove copate, ja, to bo tudi Ja, to pomagalo. je plan. No. Okej, znanstvenik v tebi se sigurno sprašuje, koliko minut pa vendarle pomagajo ti copati, recimo tekaču pri 2:30, 2:35, ali pač ne boš
podal te ocene, ker to sem sprašal že, bom rekel, pa boljše tekače, pa slabše tekače, pa noben ne zna oceniti, ampak glede na to, kaj gredo, bom rekel, atletske norme, olimpijske norme, koliko tekačev hitro teče, ne? Nekaj mora biti na teh copatih, ne samo regeneracija, ti si rekel, blaženje te je rešilo, razbremenilo in tako naprej, kar definitivno pomaga, da lahko lažje treniraš, pa več in tako naprej, pa marsikdo, ki drugače ne bi mogel, ampak evo, če gledava skozi dosežek, skozi tekmo, skozi rezultat, kaj bi ti rekel, recimo, na svojem primeru? Ja. Ajde. Ja, po mojem, te copate sigurno hitreje, kaj greš, bolj ti pomagajo. Ne? To je sigurno, ker bolj, ko prestajaš na sprednji del, po mojem, več daje od sebe nazaj, večje so sile itak. Ampak vseeno bi rekel, da te copate omogočajo tudi veliko večje količine treningov, ne? Oziroma boljše regeneracije, hitrejše regeneracije po teh treningih. Po moje to, ker mislim, da tudi kilometrine teh vrhunskih tekačev se tudi bistveno povečale, pa so verjetno že prej tudi nekateri zelo veliko kilometrov naredili, ampak mogoče ne toliko veliko hitrih kilometrov. Zdaj to se pa, ko poslušam, ko trenira tudi po 900 kilometrov na mesec, to je čisto nepredstavljivo. Ne vem. Tako da vse skupaj verjetno to, no. Je pa tako, po mojem, če ne tečeš dosti hitro, ti tudi te copati pol ne pomagajo. Recimo, pri tempu mislim, nad 5 minut na kilometer, jaz ne čutim efekta, no. No tako je, evo, vidiš, Ja. to si sam poskusil, najbrž, tekel si 3:30, 3:30, 4:30, 5:0 in si videl, da pri 5:0 je vse skupaj samo še ena navadna cokla ali pa čisto isto. Ja. Je pa vsekakor tak vrhunski vrhunski znanstven dosežek teh copatov, ne, se pravi, zdaj bistvo ni v tem karbonu, ampak bistvo je v tisti peni, karbon je samo zato, da je stabilizira peno, ne. Se včasih narobe razume. Pa spet tudi Američani, tisti, ki so to invencijo, ne, spravili v inovacijo, ne, in precej dobro zaslužili, dvigen cena vseh copat na trgu, ne, tudi če proizvodni strošek praktično isti, ki je bil prej. Karbon praktično ni neka draga reč, to je res tisto platko ukriviti še manj, ja, da to nabašeš not v peno, ki je bila pa invencija sama po sebi, ja. Ampak zdaj, tista Pebax guma je bila takrat, pena, zdaj imajo pa vsi neke svoje produkte, praktično vsaka blagovna znamka ima karbonke, če jim še tako rečeva, ne, ki so praktično skoraj da konkurenčni ali kako. Ja, težko rečem, kaj spravili zaradi teh. Ostali so vsi, kakor jaz vem, trši, no, ker zdaj, kar sem sprobal, so vsi trši od Nike-a. Zdaj vidimo pa, da svetovni rekordi padajo, zdaj sploh pri ženskah v ne Nike-ih, ne. Tako da verjetno je, ne. Vse te firme so naredile ta reverse engineering od Nike-a, se razume. Mislim, to ni samo v tej športni industriji, to je vse posod tako, ne. Ker nekdo nekaj novega naredi, se pogleda, kako skopirati, no, ali pa narediti mogoče pol še bolj s tem, da ne kršiš patenta, ne. Ampak, ja, so tudi ostali vsi prišli na dosti soliden nivo. Nekaj časa so bile razlike, ni noben uspel, niti Adidas ni bil zraven, ne, ampak to je mogoče v času korone, ki ni bilo toliko tekem. Zdaj pa so precej teh copat na visokem nivoju, tako kot je že prej bilo, in praktično ima vsaka znamka toliko modelov, da za vsakega se kaj najde, če res nisi toliko ekstremen, kaj jaz mogoče. Mislim, ja, vidiš na podijumih onke, pa pume, pa copate, ki jih niti pod razno še par let nazaj ne bi uvrščal med najboljše, no, tako zdaj pa so konkurenčni, tako da, draga publika, ne rabite Adidas za 500, pa Nike za 300, ja, če laufate slabše 3 ure 30 na maratonu, ja, najprej ne trenirate za po 3:30 na maratonu, pa se pa začnite šparočke razbijati, ja, pa kupite copate, zdaj ne bom nobenega, nočem užaliti, ker jaz tudi nisem več 3:30 tekač, samo to lažim se, ne, pa vam kakšen evro prihranim, seveda, ne, tale podcast traja že uro pa pol, doktor Cepek, izvrsten sogovornik ste, sem seveda govoril s predsednikom AKD Domžale, ne, pa rekel, ja, naš podpredsednik, ne, Martin Cepek, ne, pa sem rekel, daj mi zdaj povej, Grega, kakšno, ne,
umazano skrivnost v njem, kakšno vprašanje pa je rekel, on je pameten, on se bolj zadnji drži, ne govori preveč, ne, ker ve, ne, da je to lahko vse zlorabljeno, ne hecam se. Ne. Ampak si tudi podpredsednik AKD Domžale, kje pa so te v to funkcijo potlačili? Ja, to je pa kriv ta tvoj sogovornik, ne, Gregor. Noben se ni hotel javiti, pa te kar določil, ali kaj. Ja, v bistvu me prijazno vprašal, ne, ampak vseeno, jaz, kot je rekel, se držim vseeno bolj v ozadju, klub zelo dobro funkcionira pod njegovim predsedništvom, pa pod direktorovanjem od Tomaža Jarca, ki je že res vrsto let v klubu, pa vključen vse aspekte, ja, od predvsem organizacijske, pa tudi trenerske. Imamo kar nekaj dobrih trenerjev, velik porast v bistvu mladih atletov, mislim, da je zdaj trenutno že blizu 250 vadečih, večinoma nekih osnovnošolcev, tako da nam že zmanjkuje trenerjev, ampak ja, tukaj si ne lastim veliko zaslug za to, ker jaz sem vseeno priključil se ne toliko dolg nazaj, pa ob vsem teh mojih stvareh probam pomagati, ampak sigurno pa nisem vsakodnevno na štadionu ali pa da pomagam. Pa teh meetingih sem zraven, če se le da. Drugače pa ja, se držim bolj ozadja tukaj, no, se res ne bi res preveč zaslug za te stvari imel. Ampak, evo, še ena od dejavnosti, kjer si aktiven v vseh teh društvih, vidim, da kako si ti prejšnjo epizodo sem imel, koliko 200 to, s kolegom, tudi doktorom Štruklom, ne, on je izgorel, recimo, ne, ob vseh svojih obveznostih, življenjskem slogu, familiji, službi in teku, kako se ti ob vsem tem, kar počneš, izogibaš, mu rekel, pa s tem preutrujenosti? Ja, ena stvar, za katero si vzamem čas, je spanje, ne. Jaz kar rabim v povprečju enih 8 ur na dan, malo zavisi od kakega treninga, kak je trening, pa okoliščine, ampak v povprečju je tako. In to nisem, jaz grem kar zgodaj spat, pa tudi nisem pa tisti zgoden tip, da bi zgodaj zelo vstajal, ali pa bog ne daj treniral zjutraj, ne, to je samo po sili razmer, če res treba, dvigati zmer popoldne. Tako da ne, mislim, če sem zelo umsko delam, recimo dopoldne, pa še zgodaj popoldne, potem je tisti trening, ke se fizično utrudim, da pol fajn zaspim, in to je ta recept, po mojem. Predvsem ta pomanjkanje spanja, tudi po tej knjigi, eni boljših, ke sem jih prebral, Why we sleep. Pomanjkanje spanja je največja epidemija sveta, ne. Prav, to je res. In je posledica tega je tudi nalaganje kilogramov, ja, pa možganska megla, pa hormonske slike se spoda, če ne spite 7 ur plus, v letih nad 30 oziroma 35, pol to začnite počenjati. Eno egzotiko, ne še omeniti, Ameriko so šla, pa je še na drugi konec, je bila to najbolj eksotična dirka oziroma tekmovanje, bil si na olimpijskih igrah študentov, pravzaprav na univerzijadi med Korejci, kaj je bilo tam najboljš? Hrana, organizacija tekmovanj ali pač klima? Povej, prosim. Najboljše je bilo sigurno ta olimpijska vas, pa vse to organizacija, to je najbližje olimpijskim igram kot udeleženec, kar bom videl. Tako da 13 tisoč športnikov tam na kupu v olimpijski vasi, ja, protokoli se mi zdi zelo podobni, mogoče malo manj gledalcev, ampak po drugi strani toliko veliko prostovoljcev pa ostalega osebja tam okrog. To je bilo res vrhunsko doživetje. Seveda, tekma, polmaraton na univerzijadi, to je zmeraj tradicionalno, tako kot je na olimpijskih maraton, zadnji dan, ne. Razmere pa proga pa res izjemno težke, ne. Čeprav je bil štart ob 7 zjutraj, ampak to je bilo prav v Gwangju, Južna Koreja, vlaga 100% ali pa bi rekel še kak procent čez, če bi bilo možno. Ampak ja, je bilo čisto, v bistvu sem zakuhal do kraja, no, tako kot še marsikdo drug. Tako da kljub temu, da sem nekaj tekačev prehitel, zmagali so takrat Japonci, ker so teh razmer sigurno bili bolj vajeni. Ja, je pa res, to je bilo leta 2015, izkoristil sem tisto priložnost takrat, da sem se tega udeležil, sem res vesel, da sem se, no, zato ker pravim res, to je bila tudi, mislim, da še do zdaj največja univerzijada v zgodovini. Prav, mislim, ja, izkušnja več boš spremljal letos,
olimpijske igre na evropskih tleh, atletiko, maraton in vse ostalo. Seveda, ja, bom spremljal za ekranom, seveda, ja. Imaš kakšnega favorita, favoritinjo Oh, v no, teku upam, da na se tudi dolge kjer bomo proge? od naših uspel vrstiti, ne, po teh točkah, to v prvi vrsti, potem bom najprej naše gledal. Ja, drugače pa ne vem, vse, ja, Kipčoge, ne, je tisto. Bekele in Kipčoge se bosta udarila, si slišal to? Ja, A mislim, ja, ja. a veš, lahko se počutiš, se spomnim, sem gledal prve olimpijske, sem bil star 15 let, in tam so bili vsi starejši od 20 in sem se počutil tako, te stare gledamo, ne? No, zdaj boš pa ti gledal olimpijski maraton, ne, kot veteran, pa boš gledal 42-letnika, ki se toče, 40-letnika boš rekel, ko sem še mlad, leto, a ne, še imam šanse. Ne, to je super, ja, da se je ta kariera se v bistvu tako podaljšala zdaj na račun vseh teh regeneracijskih zadev in tako naprej, boljšega razumevanja telesa. Tako da ja, to je res fajn, ne, da si pri 40 že ves bogi, ja, zaradi takih in onakih poškodb, ampak da ja, da borbaš naprej, tako, po 80 letu celo nekateri, ne. Mislim, izvrstni so, maratone odlaufajo v 4 urah pa pol in podobno, ali pa še hitrejš. Martin, kje boš letos še tekel, razen pač na Zagorski dolini, ja, ker zdaj so vsi slišali, bodo prišli to pogledati. Ja, vsi pridejo tako, no, saj prav, ne, se je dobra, tekma dobra žurka pa naprej, ne, tako da, ja, fajn. Ja, ne, zdajle, že naslednjo soboto bom v Rogaški Slatini na tem Afroditinem teku. To je pač kraj, kjer prihaja moja partnerka in v bistvu sem bil na vseh izvedbah do zdaj, ne, že bilo jih 7-8. Tako da ja, tja moram iti, verjetno na 5-kilometrsko progo. Ampak ja, to je že vse, zdaj po maratonu vse ne bo toliko zares, oziroma ne bom toliko dobro pripravljen, se mi zdi, no. Ker vse imam zdajle plan malo predaha narediti, oziroma aktivne regeneracije, potem preden se lotim priprav spet za jesenski podvig, ki pa še ne vem, kje bo, no. Če se ne mogo odločiti, bom pač prišel v Ljubljano, ne. Mislim, Ja. ja. V Ljubljani so rekli, ja, če odcepek, da je odcepek, ne se odločiti, priti k nam. Ja. Ampak ja, sej, mislim, maraton je toliko velika, ne, zdaj, da je najbolj se ne odločati, pa iti kar v Ljubljano, se strinjam. Ja, Ja, to je državno prvenstvo, to vse kar nekaj pomeni. Ja, mislim, ja, državno prvenstvo v Ljubljani, tam biti med 3 je tudi kar nekaj posebnega. Ja, ali pa celo zmagati, ali pa kaj takega. No, zdaj, Mule je zmagal, ki je bil star 40 let, tako da imaš ti še čas, ja. Ja, Kobe je tudi tam nekje, tako da le. Premlad si še za državnega prvaka. Še malo trenirati takrat, ja. Mislim, ja, resno. Noro. Doktor Cepek, lahko bi se pogovarjali še, jaz sem še tle toliko enih istočnica, ne, pa o premazih bi kakšno rekla lahko, ja, pa o... Kaj za prebarvati, zdaj? Mislim, vedno. Mislim, ali sam doma barvaš, kar je za pobarvati, ali prebeliš stanovanje, bajto, ali najameš mojstre? Ja, nazadnje tle, ker sem se preselila, sem jaz zagotovil barvo, ampak pobarval se pa mojster, ja. Tako da vsak ne obvladuje svoj posel, ja. Tako, vidiš. Jaz sem šel raj trenirati, a veš, Ja, vsak ne ti dela, kar bo gre dobro od nog. Ja, malejte vi, ja, to je res. Jaz sem lani prebarval svojo bajto, pa bi rajši videl, da bi dal to mojstrom, ja, ker, ja, to, noro. Ampak v tem, daj drugič, spiješ kakšno pivo po teku, Martin? Jaz pijem, ampak moram pa zdaj reči, da mi to brezalkoholno veliko bolj paše, kot pa ta prava, no. Pa tudi ni vsa brezalkoholna enaka, ampak mi ta brezalkoholna mi je zdaj res všeč, no. Ker drugače nisem glih ljubitelj piva. Dejansko so začeli delati tako dobro brezalkoholna piva, ja, da še nas, pivce, navadnih, klasičnih piv, zdaj izvabljajo na 0,0, kar je grozno. Ampak To je zdaj športna pijača, veš, Marko. Navadno pivo je bilo pivo, zdaj pa to je pa športna pijača. To je pa zdaj, ja. Tema not, ne. Izotonik Ja. je bela cesta. Ja, tako, zdaj vsi pijejo brezalkoholno pivo, torej, dragi Martin Ocepek, ja, se srečava
mogoče na Zagorski, ker moram enkrat priti pogledati, vsaj pogledati, če drugega ne. Ja, pa upam, da spiva kakšno brezalkoholno pivo. Jaz se ti zahvalim, da si se tako hitro odzval mojemu mobilu, se pravi, sem izjemno sogovornik si, zgovoren, izčrpen, elokventen in še kaj. Tako da vsi tisti, ki pravijo, da je odcepek pa bolj zadržan, pa ne govori veliko, a ne? Samo začnite ga spraševati nekaj, pa bo kar govoril, ja, posebej, če ima rest day. Paste, rest day mora imeti. Ja. Da sem te hvala, Martin, da si se odzval, bilo mi je v čast in veselje, res mi je bilo fajn tole, pa upam, da še kdaj kakšno reči. Ja, hvala, Marko, tudi štejem si v čast, da si me povabil, tako da uspešno nadaljuješ s svojim podcastom, upam, da ti ne zmanjka idej. Sigurno se ne čuti, da bi ti zmanjkal, tako da verjamem, da boš našel še veliko dobrih sogovornikov, ki bo pa imela kaj novega zapovedati se po glasu. Ja, pa tako, ko boš izumil kakšen nov premaz, pa ga spravil, pa boš obogatel, a ne? Ja, tako, pol pa poklič, pa ti bom Boston zbukiral, ja, da boš lahko tja laufati, recimo. Evo, super je bilo, hvala ti še enkrat, spoštovana publika, to je bila 201. epizoda podcasta Zagret za tek z mano, dr. Martin Ocepek. Se vidimo prihodnjič. Hvala, Martin. Čau. Hvala, Marko.